Družba se je, ne samo družba, ampak človeški možgani so se fundamentalno spremenili v zadnjih nekaj stoletij. Najhuje za psihologijo je neznanje, ker neznanje rodi strahove. Tudi ne vemo, ali smo ljudje v sodobnem okolju res bolj pod vplivom stresa kot 100 let nazaj. Kako bi vedeli to? Da neskončno olajšanje včasih doživi kdo, ko mu lahko pojasniš na bolj ali manj pravilen način, zakaj se z njo ali njim nekaj dogaja. Neuroznanost ni taka znanost kot fizika, ne, ali pa kemija, ker so neke teorije, ki so tako potrjevane praktično, kot da Zemlja okoli Sonca kroži, ampak je še vse v oblaku. Neuroznanost je verjetno zdaj tam, ko je bila fizika leta 1000. Tako nekako. Ja, vsej vemo, da stvari dol padajo, ne? Načeloma, včasih tudi gor, ampak večinoma dol. Ampak zakaj padajo dol? Ja, to ima pa vsak svoje mišljenje. Tada neka opažanja so, ki so konstantna, tada neka empirična dognanja so, ampak ni pa zelo veliko neke teoretične strukture, ki ta opažanja pojasnjuje. Tega pa v neuroznanosti manjka še. Ker je kompleksno. Ne. Ker če pojasnjuješ, zakaj kamni padajo z neba, je to nek enostaven sistem. Kamen nima svojega uma. Kamen se vedno isto odloči, dol padati. Ne. Pri možganih je pa drugače, pa pri živih bitih. Enkrat se odločijo tako, drugi se odločijo zakaj. Tudi te odločitve je težje opazovati, kot da pogledaš, da kamen dol pade. To je zelo lahko eksterno opazljivo. Ne? Kaj se nam pa dogaja v glavah, je pa težko eksterno opazljivo. In šele v zadnjih praktično 30-50 letih je neka tehnologija, da se približno opazovati da to. Ne? Torej, praktično, kot da bi slepi fiziki, gluhi fiziki špekulirali, zakaj stvari dol padejo. To je bilo do nedavno. Da. Meni se zdi to kar že dober začetek. Se že snema vse. Ja. Tako da današnja gosta sta Jurij Drejo, neuroznanstvenik, in pa Javor Šker-Vogelnik, trener nenasilne komunikacije. Zanimiva debata je pa moja pred nami, čeprav noben od nas točno ne ve, kam bo zajadrala. Ideja osnovna je pa nekako, da bi Jurij ti iz tvojega področja nam osvetlil določene situacije, kaj se v naših možganih, v našem živčnem sistemu dogaja. Javor, tebe že poznamo, si že bil tukaj, tudi tale ideja je nekako na tvojem zelniku izrasla, tako da bi kar začetno besedo te predala, da nam malo pojasniš, kako si začutil to povezavo med nevroznanostjo pa nenasilno komunikacijo, zakaj se ti zdi to pomembno, zakaj to tebe zanima in zakaj tudi za ljudi to koristno. Ja, hvala, najprej te naj gostiš, hvala tebi, da si se odzval na povabilo. Ja, v bistvu jaz tekom tega svojega raziskovanja, teh komunikacijskih veščin, tega področja čustev, teh vzorcev komunikacije, me je začelo v bistvu zelo zanimati, kaj se dejansko še dogaja v telesu, kaj se dogaja v možganih, kako se tvorijo te misli, nevronske povezave, na kakšen način pomnimo informacije, kako se lahko določenih stvari odučimo, zakaj dejansko prihaja do nekih teh čustvenih reakcij, recimo v nekem konfliktu, zakaj to produciramo, kaj se dogaja v telesu. In me v bistvu to začelo zelo zanimati in sem potem iz tega naslova se začel v bistvu povezovati oziroma iskati po Sloveniji neke kontakte ljudi, ki se s tem ukvarjajo, in sem potem v bistvu preko 2-3 povezav prišel najprej do Davida, ne? In potem je on predlagal tebe in smo se potem dobili pač najprej na kavi, na pijači. In potem sem se spomnil, da smo se mi že dobili na tem podcastu in sem rekel, da bi še kaj tacga posneli, da vidimo, kaj se lahko iz tega razplete, kaj lahko pogruntamo, kakšne so povezave med našimi komunikacijskimi odzivi, mišljenjskimi vzorci in dogajanjem v možganih, v telesu, v živčnem sistemu. In mogoče na tak način pomagamo tudi ljudem do nekega globljega razumevanja. Super. Mene za začetek zanima, kakšen je nek vsakdanjik neuroznanstvenika. Jaz veliko gledam The Big Bang Theory in si predstavljam, da si kot da s pinceto gledaš možgane.
Ja, najprej hvala za povabilo. Verjetno se mi je v zadnjih nekaj letih, odkar sem iz nekega predvsem akademskega okolja prišel tudi v neko startupovsko okolje, v neko poslovno okolje, se mi je delovnik precej spremenil. Mogoče ta stereotip, ki si ga omenila na začetku, je bolj za tisti prvi del moje kariere, bolj za akademski del. Jasno, akademskega dela je še vedno veliko, ne? Ker če se ukvarja z neko aplikativno, translacijsko nevroznanostjo, najprej kaj je to, ne? Translacijska nevroznanost, to je to področje, s katerim se jaz ukvarjam, poskuša neka dobro replicirana, se pravi zagotovo, pod narekovaj rečeno, ugotovljena dejstva iz sveta nevroznanosti preleviti v neke produkte, v neke praktične aplikacije, ki bodo koristne najprej zdravnikom, potem pa mogoče še obče ljudem. In to je neko področje znanosti, ki je podhranjeno, sploh v nevroznanosti. Ni veliko aplikacij. Jaz se spomnim prvega predavanja iz psihiatrije, že več kot 20 let nazaj, kjer nam je ena zelo prijazna psihiatrinja žalostno namignila na tem prvem predavanju, da a veste kaj, kolegi, ko boste vi doštudirali, jaz se bom takrat že upokojila, kar bo dobro, ker takrat, ko boste vi doštudirali in boste vi psihiatri, takrat bo psihiatrija čisto drugačna veda, kot je danes, leta 2004 recimo. Takrat bo psihiatrija veda slikanja možganov. Vse se bo slikalo, vse se bo zmerilo, tam noter bojo videli, kje so težave v networku, v vašem omrežju celic, vam bojo zmerili neke koncentracije nekih beljakovin in nekih nevrotransmiterjev in za ta moj poklic skoraj da več ne bo ostalo nič prijetnega, tisti pogovor, tista toplina. Ne? In je rekla, jaz sem vesela, da bom takrat že upokojena. Nič od tega se ni zgodilo v zadnjih 20 letih. Zakaj? Nekateri mogoče interpretirajo lahko, da ja, ker nevroznanost nima nič opraviti za prakso v kliničnem smislu, ker dejansko nevroznanost ni nič ugotovila. Pa je ta interpretacija napačna. Pravilnejša bi bila, da so stvari kompleksnejše, kot smo nekoč mislili, da so, in so te optimistične napovedi, da smo tik pred tem, da bo vsak znal že brati možgane, vsak zdravnik jih razumeti, da so bile preoptimistične, da so stvari težje izmerljive, težje dokazljive in težje uporabne v vsakdanjem življenju. In da zaključim ta monolog, je že mogoče dolg. Za moje pojme, danes se bomo veliko pogovarjali o nevroznanosti, o možganih, o praksi in tako naprej. Za moje pojme ima nevroznanost v družbi danes praktično status neke popularne astronomije. Ne astrologije, ampak astronomije, da naredimo še to distinkcijo. In to je nekaj, kar veliko ljudi zanima. Ljudi zanima astronomija, planeti, pa zvezde, pa mogoče tudi nezemljani, pa sonde in izstrelitve raket, fantastično. Ne? Ampak navkljub temu, da astronomija zelo veliko ljudi zanima, je to fascinantno, ne? In se zato tudi porabi zelo veliko denarja v družbenem smislu, je zelo malo praktične uporabnosti za astronomijo. Mornarji že vedo napovedati plimovanje, pa lunine mrke za kmetijstvo morda so kdaj pomembni, pa vremenski vzorci so do neke mere korelirali z astronomskimi fenomeni. Ampak za povprečnega človeka, ki mogoče ta podcast posluša, vse, kar ve o astronomiji, je samo nekaj, kar bogati Ni nekaj, kar se da v praktičnem vsakodnevnem smislu pojasniti. To ne pomeni, da ni koristno. Je lahko koristno, ampak ni koristno na ta najbolj očiten način. Ker to vem, bom danes cenejš mleko lahko kupil. Ne, ni na ta način, ampak da neko širino, da nek kontekst, da človek popolnoma ne odplava v neke čudne vode, da veš približno, kako svet deluje in se na podlagi tega znaš odzivati, tudi mogoče bolje odzivati. Jaz mislim, da nevroznanost trenutno igra predvsem takšno vlogo v družbi. To je za kontekst, z moje strani. Super. Javor, če gremo zdaj še malo na nenasilno komunikacijo, zakaj se ti zdi pomembno, da ljudje znamo učinkovito komunicirati, da znamo dobro izraziti to, kar čutimo, to, kar želimo, da znamo tudi dobro slišati? Je to neka veščina, ki se ti zdi v tem času pomembna, glede na to, da mogoče naši stari starši
se s tem niso ukvarjali, ker so se ukvarjali s preživetjem in z drugimi stvarmi, zdaj, ko imamo mogoče tehnologija šla toliko naprej, se pa mi lahko ukvarjamo tudi s takimi stvarmi. Mislim, ja, meni se zdi, čisto po osnovni kmečki logiki se mi zdi pomembno vedeti, kaj si želimo, kaj hočemo, kaj so naše potrebe, preden se izražamo, oziroma preden gremo v neko delovanje. Tako da se mi čisto po osnovni kmečki pameti se mi zdi pač pomembno, ne, da vzpostavljamo ta stik, zdaj, ker jaz opažam kot v svojem poklicu, kot trener, ne, da dostakrat ljudje se izražamo in zares ne vemo, kaj bi zares radi. Se to v bistvu, mislim, mogoče se sliši hecno, ampak velikokrat se v določenih dialogih ali pa konfliktih prihaja do nekih čustvenih reakcij, do nekih trenj in če vprašaš ljudi, kaj so zares njihove potrebe, kaj bi zares radi dosegli, zares ne vejo. Ne? In tle se mi zdi potem zanimivo v smislu učinkovitosti komunikacije, se mi zdi spet pomembno razumevanje, kaj se takrat dogaja v telesu, v možganih, tle si že omenila te preživetvene mehanizme, ne, in ključni te trije, vsaj kolikor jih jaz poznam, ne, elementi teh preživetvenih mehanizmov so pač ta boj, ne, to se borimo za nadvladovanje ali pa da zamrznemo ali pa da zbežimo. To se potem kaže v neki neučinkovitosti, nekako čisto odplavamo od bistva, od potreb, zakaj smo šli v nek dialog ali pa zakaj smo šli v neko pogajanje ali pa zakaj imamo nek dialog v partnerstvu ali pa dialog na delovnem mestu, ne, nas potem preplavijo te preživetveni mehanizmi, ki pa so dejansko povezani, kolikor vem, boš ti, Juri, boljš povedal z našimi možgani, oziroma koliko jaz vem, s temi plazilskimi oziroma reptilnimi možgani, in se mi zdijo te mehanizmi zanimivi oziroma pomembni, da jih nekako ovekovečimo. Ja, se pravi, kaj v bistvu je pogoj, da smo dobri v komuniciranju, da imamo možgane oziroma misli tudi čiste, jasne, da ne pademo v neka iracionalna stanja. Tudi koliko se tebi zdi pomembno učinkovito komuniciranje, to, s čimer se Javor ukvarja? Ja, to je zelo dobro vprašanje. In jaz bi tukaj malo filozofski bil. Kaj je iracionalno stanje, kaj je patološko stanje, je manj objektivno, kot si večina ljudi misli. Večina ljudi si misli, pa pustimo zdaj psihološka stanja, čist medicinska, kaj je zdravje in kaj bolezen, je ravno toliko filozofija, kot je znanost. Čeprav bi večina ljudi mislila, da to ni tako. Pa sej, a veste, če ima nekdo tumor v telesu, potem ima tumor v telesu in je bolan. To je objektivno izmerljivo. In res, pri določenih boleznih je to enostavno. Pri določenih pa ni. Kdaj so naše misli iracionalne? Kdaj so neprilagojene na naše okolje? To je dosti odvisno od okolja, v katerem živimo. In okolje se pa vsaj v zadnjih desetletjih in stoletjih radikalno spreminja. Tako da so postavljene tudi teorije, da je marsikatero stanje, ki ga danes doživljamo kot neka patologija, morda bilo adaptivno, koristno nekaj tisočletij, morda nekaj stoletij nazaj v preteklosti. Toliko o filozofiji, če sem začetku. Tako da samo zato, ker imajo danes ljudje z nekaterimi vedenskimi vzorci in nekaterimi tipi misli neke težave v družbi, to ne pomeni, da je to objektivno vedno težava v vseh okoliščinah. Lahko, da je danes v naši družbi, mogoče v malce drugačni družbi ne bi bilo. Ne. Tipičen primer dejansko za to trditev je homoseksualnost, ki je bila še nekje do leta 70-80 praktično povsod, tudi v medicinskih, psihiatričnih krogih, tretirana kot duševna bolezen. Danes več ni v istih krogih. Ampak zakaj ne? Ne toliko zaradi tega empiričnega, znanstvenega, kar smo se naučili v zadnjih desetletjih, ampak bolj v smislu filozofskega, kako gledamo na to. Ker glavna utemeljitev, zakaj je ta vedenski vzorec bil tretiran kot patološki, mogoče 50 let nazaj, v strokovnih krogih, je, ker so rekli, te ljudje ne morejo živeti normalnega življenja, imajo te pa te težave, imajo te stiske, poglejte, koliko je depresije v tej skupini, poglejte, koliko je anksioznosti, poglejte, kako nesrečni so, poglejte, koliko je samomorilnosti v tej skupini. Vse res.
Ampak na neki točki je stroka presodila, da kaj pa, če je vzrok za te težave ne toliko v teh ljudeh samih, ampak v odzivu družbe na njih. Kaj pa, če živijo v okolju, ki je bolj sprejemajoče, ki je bolj razumevajoče, ki jim nudi možnosti, da živijo drugačno življenje, potem se pa kar naenkrat vse spremeni. Ne? In potem pa kar naenkrat to več morda ni bolezen, ampak je to neka heterogenost človeškega doživljanja sveta. Mogoče sem še vedno malo filozofski, no? Ampak vendarle pa za določene vzorce vedenja lahko rečemo, da so tako težko kompatibilni z vsakodnevnim funkcioniranjem v naši družbi, da povzročajo toliko težav, da na neki točki vprašanje, ali temu rečemo bolezen, ali temu rečemo motnja, ali temu rečemo heterogenost, ne postane tako relevantno, kot postane, kako lahko pomagamo. Tako da danes se tudi stroka odmika nujno vedno od tega zelo filozofskega vprašanja, ali je nekaj bolezen, je že ta umesen koncept motnja. Ne? Kaj je motnja, kaj je bolezen, je tudi velika debata v medicini. Za vsako specifično bolezen je tukaj na eni in drugi strani veliko argumentov, v kater razred to uvrščamo. Ampak vedno postane bolj ključno vprašanje, kako lahko pomagamo, če si nekdo želi te pomoči. Kako pa gledaš zdaj na trenutno stanje, ko zaradi interneta smo res izpostavljeni večji količini informacij, za raziskave pravijo, da naj bi tudi povprečna oseba v enem dnevu prejela več informacij kot prej, tudi v celem letu ali pa v več letih. Zdaj, omogočen nam je dostop do toliko enih informacij in podatkov v kratkem času, da je verjetno to tudi mnogo večji pritisk na naše možgane, da procesirajo vse te informacije hitreje. Koliko pogosto se ti zdi, da pride do neke preobremenitve možganov, živčnega sistema zaradi teh dražljajev iz okolice? Kaj se takrat tudi zgodi z našim telesom? Mogoče to zadnje, kaj se zgodi z našim telesom. Naše telo ima sistem za obvladovanje stresa. Stres kot termin je danes zelo močno asociiran z psihološkimi aspekti, ampak stres v medicini in biologiji je splošen termin, ki obsega tako fizične stresorje, kot tudi psihološke, socialne stresorje. Na te fizične se včasih pozabi. Kaj so fizični stresorji? Smo preveč lačni, smo preveč žejni, da nam je prevroče ali prehladno. Pač vse, kar nam v fizičnem smislu moti homeostazo, moti ravnovesje, ravnotežje v telesu, je fizični stresor. Psihološki, socialni stresor pa še bolj vsi poznamo. Ne? To ni več radioaktivno sevanje, radioaktivno sevanje je stresor. Ne? Psihološki stresor je, če zamudiš v službo in je šef jezen. Pa ni nujno, da ti karkoli reče, sam pogled, to je zadosten stresor. Ampak kaj je zanimivo? Da v biološkem smislu, v medicinskem smislu ima telo bolj kot ne eno pot, eno signalno pot, kako se spopada z stresorji, ki so fizični, in tistimi, ki so socialni, in tistimi, ki so psihološki. To je tako imenovan pot bega ali boja. Ta flight or fight response. Ne? In ta pot je prilagojena tako, da telo poskuša ugotoviti, kaj je narobe v okolju, ali je fizično, ali je psihološko, niti ni važno. Nekaj je narobe in potem na to se odzove organizem z poskusom upiranja temu. To je dobro, to je prilagodljivo. Ne? Če smo soočeni z nevarnostjo, mogoče pobegnemo, mogoče se borimo. In ta pot predvsem rezultira v to, da se v naše telo izliva veliko hormonov. Adrenalina, ne, ta nam da neko borbenost in tako naprej, pa tudi nekih drugih hormonov, bolj metabolnih, recimo kortizol, ki spremeni način, kako se v našem organizmu proizvaja energija, recimo. Ampak, če pa do tega stresnega okolja ne prihaja samo poredko, občasno, ampak če se to dogaja vsak dan, več ur na dan, nenehno, in če mi ugotovimo, da nimamo mehanizmov, da bi ta stres zmanjšali, potem pa ravno te mehanizmi v telesu, ki so odgovorni za to, da nam pomagajo v boju proti stresorjem, postanejo toksični. Tako adrenalin nam dviga puls, nam dviga pritisk, kot kortizol, za katerega je znano, da nekatere dele možganov poškoduje, predvsem tiste dele možganov, ki so odgovorni za nadzor nad impulzi. In to je pa črna stran tega, če morda ne imenujemo kronični stres,
ali burnout, izgorelost. To je nek termin, ki se zelo pogosto pojavlja. Do katere mere je to povezano s tem, kar ste omenili na začetku, preobremenitev z informacijami, neko kompleksno socialno okolje. Dejansko ne vemo, vsaj ne zagotovo, so neke teze, so neke insinuacije, ampak dejansko ne vemo. Tudi ne vemo, ali smo ljudje v sodobnem okolju res bolj pod vplivom stresa kot 100 let nazaj. Kako bi vedeli to? Zgodovinarji znajo povedati, da zagotovo ne vemo, kako je bilo poprečno življenje nekoga 500 let nazaj. Kaj šele, da bi vedeli, imamo seveda veliko dokazov, imamo indice tu, tam, ampak veste, ko se kakšen zgodovinar pogovarja, kakšna je poprečna življenjska doba nekoga iz srednjega veka. Ponovadi se gre pogledat kralja, ker za njih je dobro napisano, kdaj so se rodili, pa kdaj so umrli. Ampak to ni nujno reprezentativni vzorec. Jasno, imamo še druge dokaze, ampak veste, že za kako dolgo so ljudje v povprečju živeli 500 let nazaj, to ni tako lahko odgovoriti. Jasno, vemo do neke mere za določene države, ampak ni tako enoznačno, kot bi ljudje mislili. Kaj pa šele za psihološko stanje? Da ta naravna predpostavka, danes smo bolj pod stresom kot včeraj, pa včeraj smo bolj pod stresom kot 50 let nazaj, ni nujno tako empirično potrjena, kot bi si mislili. Jaz mislim, da je da lahkota, s katero mi se strinjamo s tako trditev, je predvsem posledica tega, da kaj je preteklost, ko smo bili majhni. In takrat nismo pod stresom, ker starši vse uredijo. Jaz mislim, da je to večina vzroka, zakaj ljudje mislijo, v preteklosti je bilo vse lepo. Ker ste bili mladi, pa otroci, pa je bilo manj zaradi tega stresa. Do katere mere res, veste, če stradaš, je to velik stres. In tudi psihološki stres. Če je vojna, je tudi psihološki stres. Res, da danes so te stresovi morda drugačni, malo bi pa bil previden o tem, da bi rekel, danes je absolutno slabše, kot je bilo nekoč. Vprašanje. Tle se mi zdi tudi, če malo se dotaknem, tudi kar se tiče nasilja, recimo, kakor jaz poznam spet zgodovino, da je bilo včasih neki pogled, da je bilo več nasilja, kot je danes, se pravi, z tega vidika, če gledamo, kako so se včasih, ko so ljudi kaznovali, ko so tam, če nekdo nekaj ukradel, so ti tam odrezali roko, ali ne vem, ko so bile res take res tragični načini handlene s tem, je tega danes manj, mislim, ni na tak način, Meni tudi, mislim, ful mi je všeč ta tvoj pogled, ker se tudi zelo zanimam za preteklost, pač kako je bilo pred vojno, pa med prvo pa drugo, kako življenje je bilo, pač to je bilo res težko življenje, ker delam drevo, družinsko, to je v vsaki generaciji sta vsaj 2 otroka umrla. Mislim, če to ni stresa, Stres je ravno toliko posledica tega, kar se nam objektivno zgodi, kot tega, kakšen je naš odziv na to. In gotovo je to, kar si zdaj povedala, je, da v določenih okoliščinah v preteklosti morda isti dogodki ali hujši dogodki niso povzročali toliko stresa kot isti dogodki ali manjši dogodki danes. Tako je, ker je družba drugačna. Ta iztočnica, ko je Javor dal, ta se mi zdi zelo zanimiva. Jaz sem nekaj let nazaj sem bral en esej od Voltaira, francoskega filozofa, ki je bil zgrožen nad družbo v Franciji v 18. stoletju in rekel, najbolj zgrožen sem nad tem, kako barbarska družba smo. In kot dokaz barbarskosti je navedel javne usmrtitve. Rekel, kako je možno, da si družba krajša čas s tem, da ljudje hodijo gledati javne usmrtitve. In to je zelo podrobno opisal in za današnja ušesa je to res grozno, kako nekoga pripeljejo tam. Ampak ne samo, da ljudje stojijo, kot bi danes nekako zelo hladno mislili, ljudje so stali in so gledali, kot nekoga obesijo. Na najbolj okrutne načine. Družba se je, ne samo družba, ampak človeški možgani so se fundamentalno spremenili v zadnjih nekaj stoletjih. To najlepše opiše Steven Pinker v svoji knjigi Boljši angeli naše narave, Better Angels of Our Nature. On je neuropsiholog, je tudi neuroznanstvenik in na to gleda zelo neuroznanstvene perspektive. Pa človeška psiha se je fundamentalno spremenila, socializirala. Ta naš empatični krog se je razširil. In to ne zato, ker so se nam geni spremenili.
Geni se v zadnjih 500 letih niso praktično nič spremenili, vsaj ne, nekaj jasno je, nekega drifta, ampak niso geni vzrok, zakaj danes drugače gledamo do usmrtitev, do tega, da za otroke mogoče ni dobro, da v rudniku delajo že pri 10 letih, kot je pisal Mark Twain, ali recimo Oliver Twist. Če pogledamo Oliver Twist, kaj se je dogajalo otrokom v industrijsko, družbeno, kulturno najbolj razviti državi 200 let nazaj, v Združenem kraljestvu. V praktično nobeni državi na planetu danes, tudi v najbolj revnih, v najbolj deprivilegiranih, nimajo tako nizkega standarda obravnave otrok, kot so imeli 200 let nazaj v najbolj razviti državi. Takrat. To pozabljamo, ko danes gledamo na preteklost. Kot je, ne vem, kdo je to rekel, ampak preteklost je druga država. Tudi če gre za tvojo državo. Tam se stvari drugače odvijajo. Sicer res na preteklost moramo vedno gledati v kontekstu, ampak dobro je pa, da ne pozamemo, da se stvari pa spreminjajo. In se spreminjajo veliko hitreje, kot to včasih mislimo. In razlog, da se stvari lahko tako hitro spreminjajo, je pa v možganih. Ker možgani so organ, ki za prilagajanje na okolje ne potrebuje genetske spremembe. To je prednost možganov. Da možgani so organ, ki organizmom, ne samo ljudem, vsem organizmom, da možnost, da se hitro odzovejo na spremembe v okolju. To je razlog, da možgani obstajajo. Evolucijsko gledano je živčni sistem, še pred možgani, nastal takrat, ko so se organizmi začeli premikati. To je glavni vzrok, da imamo živčni sistem in možgane. Ker ko se premikaš, ko nisi privezan non-stop na isto mesto, kjer se stvari ne spreminjajo, ko se moraš hitro odzivati na luknje, na plenilce, takrat rabiš nek sistem, da ti omogoča hitro obdelovanje informacij in prilagajanje. To je glavna prednost možganov, da so plastični, spremenljivi, odzivni, hitri. In to je nekaj, kar je omogočilo, da se je naša družba tako radikalno spremenila v par stoletjih in par tisoč letih. Živčni sistem in možgani. Z sabo pa to neke posledice tudi prinese. Včasih so spremembe prehitre. Pa bi šli mogoče že kar počas na travmo. Oba z Javorjem zanima ta tema, tudi ljudi zelo zanima, je to vedno bolj popularna, tako da bi mogoče malo iz tvojega vidika osvetlil, kaj se dogaja v možganih v nekem travmatičnem dogodku, kaj se izklopi, kaj se vklopi, kako to vpliva na naše dojemanje sedanjosti. Jaz sem dopolnil še vprašanje, ko me tudi zanima, recimo, predvsem ta povezava med temi preživetvenimi oziroma temi reptilnimi možgani in tem prefrontalnem korteksu, in kako lahko, kako se tle, kaj se tle vklaplja, kaj se tle izklaplja in na kakšen način, kakšna je tle vloga, mene bi zanimala, spomina kot te sive možganovine, kot fizičnega tkiva v povezavi z temi travmatskimi odzivi živčnega sistema oziroma to ujeto energijo, ki se ne sprosti iz živčnega sistema za boj in beg, recimo. Ja, to so vse zanimive iztočnice. Mogoče bi nekaj za kontekst najprej povedal. Meni je vedno fascinantno to iskanje razlage, kar je nekaj zelo, zelo človeškega. Ljudje smo vedno nagnjeni k tem, da iščemo razloge in razlage, zakaj se nekaj dogaja. Ali se dogaja znotraj nas, kot neka bolezen ali neka travma, ali izven nas, zakaj sonce vzhaja vsak dan, zakaj so v istih letnih časih vedno iste zvezde na nebu. In na neki točki postane irelevantno, ali je razlaga, ki jo dobimo, točna, koristna, praktična, samo glavno, da je razlaga. To je nekaj, kar je fino obdržati v mislih, ker definitivno marsikatera razlaga, ki smo imeli v preteklosti, se je izkazala kot napačna. To ne pomeni, da ni nobene vloge služila v preteklosti, da je bila popolnoma negativna stvar, da je bila napačna razlaga. Včasih so tudi napačne razlage koristne. Zakaj to mislim? Opazil sem, tudi še med študijem, pa pri delu z kakimi bolniki, da neskončno olajšanje včasih doživi kdo, ko mu lahko pojasniš na bolj ali manj pravilen način, zakaj se z njo ali njim nekaj dogaja. Neskončno olajšanje. In če ne boš, jaz imam neke travme, recimo, zakaj, in lahko poveš, lejte, travme so v možganih tu in tam. In te predeli so preveč aktivni, tisti predeli so premalo aktivni.
samo dejstvo, da to poveš, nekaj pomaga na psihološkem nivoju. Kljub temu, pustimo zdaj, ali je ta razlaga točna ali ne. Recimo, da temelji na nekih nevroznanstvenih dognanjih snemanjem možganov in recimo, da ugotovimo, da ljudje, ki so pod vplivom nekih travm iz otroštva, nekih močnih travm, da imajo stanjšan prefrontalni korteks, da je manj debel, to je en čelen del možganov. Recimo, to študije kažejo. In recimo, da te osebi, če pa ima, veste kaj, druge študije pa kažejo, da en predel vaših možganov, ki se imenuje amigdala, da je pa preveč aktivna. To je pa tam, kjer so neka globoka čustva doma. Amigdala je del teh plazilčih možganov, o katerih smo danes že parkrat slišali. Tej osebi to veliko pomeni. Zdaj pa razumem malo. In zakaj veliko pomeni? Zato, ker osmisli to, kar doživljamo. Ker najhuje za psihologijo je neznanje, ker neznanje rodi strahove in strahovi rodijo večje strahove. Če ti nekako te strahove brzdaš, lahko jih omejiš na eno manjšo škatlo, rečeš, karkoli se ti dogaja, je v tej škatli in ne v večji in neznani škatli, potem to pomaga. Da mi se seveda danes trudimo, da razlage, ki jih dajemo, so čim bolj točne. Ne uspeva nam pa še vedno, da so koristne v praktičnem pomenu. Ker samo zato, ker mi lahko ljudem povejte, vaša amigdala je preveč aktivna in vaš prefrontalni korteks je pretanek. Okay. Kako si ga odebelim ali kako si amigdalo utišam? To pa ni za mene vprašanje. Ne, to je pa vprašanje za druga. Ampak že zgolj dejstvo, da poveš nekomu nekaj takega, lahko pomaga. In zaradi tega sem jaz pristaš nevroznanstvenih razlag, nekih popularnih fenomenov, kot travme, kot duševne bolezni, jih imam rad. Ob čemer velja vedno pripomniti, da je to samo del razlage in ta razlaga gotovo ni popolna. Kot če nekemu mornarju rečeš, kako to plima gre in pride. Ja, to je z luno povezano, pa z gravitacijo. Ok, v redu. To je zelo enostavna razlaga. Na plimo marsikaj druga še vpliva, pa sam, ki je luna pa sonce, še marsikaj druga. Ampak že to je zadost, da veš, da je to nekaj predvidljivega, nekaj, kar ni nadnaravno, nekaj, kar čemur ne boš koristil, če boš kozo zažgal. Če si želiš dobro plimovanje, verjetno ne bo koristilo, če kozo zažgeš. Recimo tradicionalno zdravljenje za epilepsijo v teh naših krajih, tradicionalno govorim nekaj 100 let nazaj, je bilo, da se na glavo otroka priveže odrezana zajčja glava. Za nekaj dni. Zakaj, ne vem točno, kakšna je bila racionalizacija, ampak to je bilo zdravljenje epilepsije, ki je bilo predpisano za strani avtoritet 500 let nazaj v teh naših srednjeevropskih krajih. Mogoče tudi, recimo, tle se mi zdi zanimivo, tudi ta placebo efekt, mogoče ima tudi to, nisi zdaj res ne vem, to je spet neka razlaga, ki se mi zdi lahko mogoče marsikiro stvar tudi na ta način, ko nekomu nekaj razložiš, mu daš neko tableto ali pa tako, ko si rekel, zavežeš neko zajčjo glavo in mu rečeš, ti se boš zdaj pozdravil in polom verjame in na ta način se v bistvu zgodi tudi neka notranja sprememba. Mislim, čisto tako sam. Placebo efekt je zanimiva stvar. Opažam pa, da si marsikdo ne predstavlja, kaj točno je placebo efekt. Tudi med zdravniki, tudi med izobraženimi ljudmi, ki se ukvarjajo, je ta prva ideja placebo, to je pa izboljšanje, ki je zgolj posledica pozitivnega mišljenja. To je najbolj popularna definicija. Zapravo, placebo efekt je to, da se ti neko stanje popravi, bolezni izboljša, simptomi izboljšajo na podlagi tega, da ti misliš, da se ti bo. To je moč pozitivnega mišljenja. To je verjetno 5% placebo efekta. V določenih primerih je to res, se lahko zgodi. Še posebej pri verjetno duševnih boleznih, pri psihiatričnih, pri depresiji, pri anksiju, pri stvarih, ki nas danes zanimajo. Tam je najmočnejši ta placebo efekt, ta klasičen. Da placebo efekt je dejansko izboljšanje našega stanja kot posledica pozitivne naravnanosti. In imamo številne mehanizme, kako hormoni, pa imunski sistem, kako ta pozitivna naravnanost lahko pozitivno vpliva potem na naše stanje. Ampak 95% placebo efekta ima pa drugo definicijo. In to je merska napaka. Merska napaka, ne dejansko izboljšanje, ampak merska napaka. In odkot pa do tega pride? Ja, veste, zdravnik pride do pacienta pa reče, gospa, zdaj le bom vam dal pa ena zdravila, ki jih testiramo za to, če vam izboljša to vašo hojo.
In pol boste prišli nazaj, čez en teden pa mi boste povedali, kako je. No, in gospa po enem tednu pride nazaj pa reče zdravnik, no kako je gospa, ja, neki pa boljše, a res, sam neki, nič velik, no, a veste, ja, šepam pa manj, ne, a veste, to je želja te hipotetične gospe, da zadovolji zdravnika v tem, kar on pričakuje. Ne, da ona dejansko bolje hodi, ampak v tem kontekstu reče. In če vi izmerite 50 takih gospa na eni strani, ki jim date placebo, se pravi tableto, ki ne vsebuje aktivne substance, bojo v povprečju 30% bolje hodile na neki lestvici. Rejte, gospa, dajte oceniti na lestvici od 0 do 10, koliko bolje hodite, bojo rekle 3. Pri zdravilu, ne, ko pa dejansko daš mogoče neko substanco, ki na dopaminski sistem vpliva ali pa na nekaj, kar je povezano z gibanjem, bo pa 6 na lestvici od 0 do 10. In zdaj, kako to interpretirati? Ja, ena interpretacija je tistih 50 starejših ljudi je z močjo svojih misli izboljšalo si hojo. To je malo naivna interpretacija. Ne? Tistih 50 oseb je želelo zadovoljiti zdravnika, je želelo upravičiti svoj trud, da so to tableto vsak dan jemali, karkoli druga, ne? In to je ta merska napaka. In če želimo ugotoviti dejanski učinek zdravila, je potrebno to trojko od tiste šestice odšteti. Se pravi, učinek tega zdravila je majhen, je 3 na lestvici od 0 do 10, ne 6 na lestvici od 0 do 10, ker smo odšteli to mersko napako, to pristranskost, to željo po zadovoljevanju zdravnika, avtoritete, to našo željo potem, da upravičimo naš trud, da smo hodili k zdravniku in tako naprej. To je pa večina placebo efekta. In tega se mogoče ljudje velikrat ne zavedajo. Obstaja placebo efekt, ki je merljiv in dejansko zboljšanje, ampak odkrito rečeno, bolj ko je bolezen objektivno merljiva in bolj ko je ta mera groba, manjši je placebo efekt. Ne? Placebo efekta pri krčenju tumorjev ni. Če zmerimo z rentgenom velikost tumorja v pljučih, lahko še s takimi pozitivnimi mislimi, ampak ta ne bo se skrčil, ta tumor. Bojo pa poroča ljudje, da lažje shajajo s tem tumorjem, da se bolj počutijo, da so manj depresivni morda in take stvari. Zbrav na psihološke aspekte je placebo efekt očitno manj vpliv, na bolj fizične je pa zelo previden treba biti za placebo efektom, ker danes velikokrat slišimo, ja, so zmerili, da je placebo efekt velik. Se pravi, dajmo pa to vsem bolnikom potem. A veste, ja, ampak to hkrati pomeni, da bojo zdravniki primorani lagati pacientom. To pa si ne želimo. Ne? Izkoriščanje placebo efekta je nekaj globoko neetičnega, ne? Ker potem se bojo zdravniki mogli pretvarjati pred pacienti, da jim nekaj dajo, za kar vejo, da ni nič, v upanju, da se bo jim nekaj izboljšalo. Ne? To je že na tem nivoju malo problematično. Ne? Si zadovoljen. Omenili smo že prej plazilske možgane, si tudi ti, a ne? A imamo kaj vpliva na ta del, primitiven del možganov, ta nižji del možganov? Vsekakor. Ja. Ta koncept, plazilčji možgani, pa potem so še neki umestni limbični, pa potem so najbolj novi, ne? To je ena teorija, zelo zanimiva teorija, mislim, da nekje iz 50 let 20. stoletja izvira. En ameriški psiholog je postavil, katerega ime mi je ušlo, neki z Mac, se začne McLean, nekaj taga. Ta teorija je dobra v smislu, da marsikaj pojasni glede naše strukture možganov. Se pravi, res je, da če pogledamo, naši možgani izgledajo, kot da so iz plasti narejeni, da je zelo v centru so nekaj, kar se imenuje neka globoka jedra, bazalni gangli. In to je McLean, mislim, da če je bil, imenoval plazilčji možgani. Zakaj? Ker ta jedra so tudi pri plazilcih, tudi pri vseh drugih, pod narekovaj rečeno, nižjih biti. Potem pa, če gremo mal izven te globine, pa pridemo na neke višje plasti, ki jih on imenoval limbični sistem. Še danes jih imenujemo limbični sistem. To je pa opazil, to so pa že bolj napredne živali, neki sesalci, neke ptice morda in tako naprej, recimo mačke, psi. In če gremo še naprej, vidimo, da pa pri ljudeh je pa pol en tak zelo napihnjen predel, ki ga danes imenuje neokorteks. Dejanski predel možganov, ki večina volumna naše glave zavzema. Vse to, kar vidimo, ko na človeške možgane zunaj pogledamo, je ta neokorteks. Zelo nagubana površina možganov, volumnozna. Tako.
In rekel, morda je to odraz neke evolucije. Najprej so se razvili bazalni gangli, potem je dodal se limbični sistem, potem se je dodal neokorteks in neokorteks imamo ljudje največji in mi smo najbolj pametni. Neokorteks je za pamet, inteligenca, racija in tako naprej. Limbični sistem, ja, čustva. Psi imajo čustva, mačke tudi to že znajo, ne? Plazilci so pa brez afekta, kot je rekel. Veste, so taki neodzivni. Lahko so jezni morda, ne? Neka groba čustva, neka sovraštvo pa to, ja, ampak ne pa ljubezni, povezanosti, neke topline nimajo. Se pravi, to je pa najbolj globoko. Od tega koncepta dojemanja možganov se danes nevroznanost malo odmika, ampak ne tako, ne, to je vse narobe. Ne tako, ampak to je neka konceptualizacija možganov, ki nam je nekaj povedala. To je teorija delovanja možganov, ki ima pojasnjevalno moč do neke mere in lahko možgane razumemo čez to teorijo, ne pojasni pa vsega. Še posebej ne pojasni modernih nevroslikovnih študij, ki kažejo, da tudi ob jezi, ob sovraštvu, ob najbolj globokih plazivčih čustvih, se tudi neokorteks aktivira, pa tudi limbični sistem. Pa tudi ob racionalnem mišljenju je amigdala v plazilčih možganih aktivna dol. Se pravi, da našen pogled na možgane je, da to so morda neke grobe delitve, ampak ne misli, da je eno čustvo v enem predelu. Ni racija, logično mišljenje samo v neokorteksu in ni sovraštvo samo v plazilčih možganih. Da možgani so veliko bolj povezani, pa veliko bolj delujejo skupaj, kot smo nekoč mislili. Dejansko ta kompartmentalizacija možganov. Ta predel je za to, tam je ljubezen, tam je... Ne, to več kot očitno ni res. In če mi pogledamo na možgane na ta način, je približno tako, kot bi rekli, kje je hitrost v avtomobilu. Predstavljate si, da avtomobil pokažete nekomu iz leta 1500. To približno lahko konceptualizira avtomobil. Ok, ja, nekaj, kar se premika kot čija, sam ta konjev nima. Mogoče so skriti not pod havbo, kakorkoli, ampak to je avtomobil za nekoga pred 500 leti ne bi bilo popolnoma nepredstavljiva stvar. Ja, neka stroj, ura neka, mogoče je navita, mogoče je vzmet noter, karkoli že. To je nek zanimiv stroj. Ampak recimo, da bi se te ljudje pol začeli spraševati, dajmo poskušati mapirati lastnosti tega avta na različne dele avta. Pa bi rekel, kje je hitrost? Ja. V motorju, ker če motor ven vzamemo, je primerno avto. Če pa volan odstranimo, pa se lahko vozi. Se pravi, ne, če poškodujemo avto tako, da vzamemo motor, če možgane poškodujemo tako, da nek del odstranimo ali pa imamo kap, potem neka funkcija ni. Ok, bi lahko rekli, hitrost avta je v motorju. Kje je pa agilnost avta? Ja, v volanu. Ne, ker če volan odstranimo, potem ne bo sposoben zvoziti vinke. Ampak za nekega inženirja, ne, je pa to malo poenostavljeno. Sej na nek način res je agilnost v volanu, ampak hitrost avtomobila je neka distribuirana funkcija. Je nekaj, ja, od motorja odvisna, od gum, od okoliščin, od tega, kakšne je aerodinamične oblike avtov. Potem bi mogoče še v srednjem veku, pa od barve je hitrost tudi odvisna, bi rekli. Zakaj? Ja, ker smo opazili, da rdeči avtomobili so ponovadi hitrejši kot beli. To je res, ker rdeči avtomobili so ponovadi športni, ampak hitrost nima veze z barvo. Ampak nekdo bi naivno lahko mislil, da hitrost avtomobila je korelirana z njegovo barvo. Rdeči avtomobili so v povprečju hitrejši kot avtomobili drugih barv. Ampak ta korelacija ne gre v tisto smer, kot danes vemo, da gre. Za možgane pa tega, če pa isto miselnost apliciramo na možgane, nam postane danes jasno, zakaj smo v določenih poenostavitvah malo gremo predaleč lahko. Ne toliko nevroznanstveniki, ampak popularna. Nevroznanstveniki se teh težav dobro zavedajo. Ampak ljudje pa radi sprašujejo, kje je bolezen v možganih. To je tako vprašanje, kot kje je hitrost v avtu. Samo da pri možganih vam ni očitno, pri avtu vam pa je. Ker avto zelo dobro poznate, kako deluje, možganov pa še ne poznamo. Da moramo biti, ne da nam nič ne pove, da je hitrost v motorju. Nekaj nam to pove, ampak manjka še nekaj. In to je moj glavni namen tega podcasta, mogoče danes tega snemanja, da ljudem vcepim malo rezervacije do takih razlag, ne da nam te razlage nič ne koristijo, to, da imamo 3 plasti možganov, da so plazilči, limbični, to nosi informacijo, ampak ta informacija je na nek način omejena, je malo pristranska, malo pregrobo gleda na to, kako kompleksen organ so možgani, kot tista razlaga, da je hitrost v motorju malo pregrobo gleda na to, kaj je avto.
Da ne omenimo, da hitrost ni sploh primeren termin, ki bi ga na tak grob način želeli si povezovati z avtom. Če bi neki inženir rekel, pa hitrost, to je čist napačna konceptualizacija. Vi morate razmišljati o konjskih močeh, o navoru na kolesih, o nekih bolj fizikalnih parametrih, ne? Ampak to so pa stvari, ki ljudem niso blizu. Ne? In lahko se tudi zgodi, da bomo ugotovili, kot že marsikdo ugotavlja, da so te psihološki koncepti, ljubezen, sovraštvo in to, da so to neki zelo visoki konstrukti, ki so razdeljeni na velike nižje konstrukte in iskati je bolj smiselno te nižje konstrukte v možganih, kot ta visok konstrukt. Ne hitrost, ampak kaj druga. Mogoče, če skušamo zdaj to malo prinesti pač v neke, kar se da oprijemljive sfere medčloveških odnosov, meni bi se zdaj recimo zanimivo pogledati. Jaz pač kot trener teh komunikacijskih veščin, kar opažam, je pač ta, prej smo že govorili o teh plazilskih možganih, o teh fight, flight, freeze reakcijah, ki se zelo odražajo, jaz si upam reči, v naši komunikaciji, v medosebnih odnosih in tudi v družbi. In bi me zanimalo recimo to slišati, tle definitivno se pojavlja neka povezava med aktivnostjo teh delov možganov in med načinom čustvovanja in prej si tudi že omenil, ne, da te stresni odzivi telesa, spravi, ko smo v tem survival state, to dostakrat se dogaja v nekih konfliktnih situacij, se potem sproščajo v telo neke specifične kemične snovi. Adrenalin, kortizol in to v bistvu ustvarja neko vzdušje v telesu, v bistvu, recimo, ne, mislim, da to je neka stvar, s katero se lahko, to sem jaz začel recimo pri sebi raziskovati, ne, to v bistvu neko počutje, ne, neko se splošno počutje, ko se zbudim zjutraj, se pač na nek način počutim in se recimo na to vzdušje v telesu nekako navadim, da se nekako navadim na količino tega stresa, teh preživetvnih gonov, ne, in jaz bi se upal reči, da je veliko ljudi, posebej tle na zahodu, ne, da se potem pojavlja ta problematika, da nismo zares, naše življenje zares ni ogroženo, recimo tudi, ne vem, zdaj, ali pa, ne vem, ko si, ne vem, s prijateljem na kavi, ali pa s sodelavcem v neki pisarni, imaš nek pogovor glede nekega projekta, ne, ampak se še vedno te preživetveni mehanizmi sprožajo, ne, in skozi nenasilno komunikacijo skušamo v bistvu vnašati zavedanje o to spet, če skušamo te neke notranje procese prevesti, kako se lahko s tem razumevanjem tega pomagamo, ne, je prvi nivo tega razumevanja nam lahko pomaga s tem, da se postavljamo neko dejansko observacijo, v nek dejanski trenutek, da nas ne meče potem v neke spomine, ki mogoče sprožajo take čustvene reakcije, ne. To je recimo en nivo mojega razumevanja, kjer si lahko dejansko pomagamo. Drugo je pa potem, si tudi Ana že prej malo omenila, ne, se mi zdi tudi zanimivo to, da smo potem na nek način skoraj lahko ratamo odvisni od takega stanja. Nam je to tako poznano, recimo, če gledamo, da smo, ne vem, več 10 let v takem moodu pod stresom, v tem preživetvenem gonu, ne, da nam to rata v bistvu neko default stanje, skozi katerega operiramo, ne, in potem, če ni teh stresnih hormonov, po domače povedano, če se ta adrenalin in kortizol, če se ne sproščate več v mojem telesu, mi bo to čudno, mi bo to ja, nefamiliarno, nepoznano in potem v bistvu začel ustvarjati, recimo to sem tudi jaz pri sebi raziskujem, začel mogoče ustvarjati neke misli, začel v bistvu obujati neke spomine, neke trigger, recimo na neke konfliktne situacije, da se bo v bistvu moj živčni sistem na tak način odzval, da bom dobil v bistvu po domače povedano ta fiks, ne. Ta šus, ja, kemikali. Ta šus teh kemičnih snovi. In drugo, recimo, kar se mi zdi tudi zanimivo opažanje spet v medosebnih odnosih, kar se po mojem tudi dogaja, ne, pa je to, da se potem v bistvu poustvarjamo te konflikte ali pa te neke čustvene reakcije, spade recimo, ne, tudi in v partnerstvu in na delovnem mestu, v situacijah, ko v bistvu sploh ne bi bilo tega treba, ne, se pravi, spet nismo v ogrožujoči situaciji,
noben nikogar ne napada, si nekje v nekem v bistvu totalno varnem okolju in se spet zaradi tega, ne vem, cravinga ali tega, kar rabim, tle bi to povezal s to potrebo po tem, da sem, da obstajam. Mi skoraj te kemične reakcije v telesu mi skoraj dajo nek občutek tega, da sem, da obstajam, da sploh sem. Ne? Ker če teh snovi naenkrat ni več v mojem telesu, bom mogoče izgubil stik s tem, da sploh sem. Ne? Je to tako poznano. Ne? In potem v bistvu poustvarjamo, ne bom rekel, da vedno, ne? Ampak da lahko v bistvu poustvarjamo neke konflikte, neke po domače povedano drame, neke intenzivne čustvene reakcije pri sebi in pri drugih, ali sami sabo, ali odnosu do drugih, z namenom krepitve tega stika z našo neko lastno identiteto in z namenom v bistvu zadevanja s temi kemičnimi snovmi, ki se sprostijo v temu preživetvenemu modu. In kako je potem, kje se tle, me zanima pa tvoje mnenje, tle se potem nekako, se mi zdi, zaciklamo tak začaran krog, se pravi, tle v bistvu ohranjamo potem aktivacijo teh preživetvenih mehanizmov. Na ta način se, čeprav razumem, se v bistvu ta naš kreativni del možganov pač ne funkcionira oziroma se oslabi v taki situaciji, se pravi, izgubimo sposobnost za neko kreativno razmišljanje in potem posledično sprejemamo neke slabe odločitve, ki v bistvu nas pripeljajo in ohranjajo v bistvu temu preživetvenemu stanju. In moje razumevanje je, da potem in vse to skupaj pač vpliva tudi na našo percepcijo, to je še eno tako vprašanje. Ker potem, če imam jaz tak notranji, če jaz na nek specifičen način čustvujem, se pravi, če imam jaz neke težka čustva v smislu frustracija, jeza, tesnoba, depresija, anksioznost in tako naprej, ne, je to povezano z določenim mojim načinom razmišljanja. Ne. Potem, če jaz razmišljam, da tak je svet, ne, če imam jaz neke programe razmišljanja, tle spet se dotikamo tega jezika, ki ga raziskujemo pri nenasilni komunikaciji, ne, to je ta šakalji jezik, ukrivljanja, obtoževanja, diagnoz, evalvacij, ne. Bojo te zapisi, te programi, ki so notri v mojih možganih, bo to vplivalo na to, kako jaz zaznavam svet. Ne. Če jaz zaznavam svet kot grožnjo skozi, če vse, kar percepiram skozi ta filter, da vse je grožnja, ne vem, sodelavci je grožnja, partnerka je grožnja, vse me ogroža, ne, bom potem se na tak način tudi odzival in na tak način potem deloval. Ne. In tle se mi zdi, bi sam to še povezano s pristopom nenasilne komunikacije, ki nas potem vabi, kaj jaz vidim kot ena opcija, ne, kako lahko izstopimo iz tega začaranega kroga. Me zanima tudi tvoj komentar, ne, tle pač upeljujemo ta koncept človeških potreb kot nekih univerzalnih kvalitet, ne, s katerimi se v bistvu lahko povezujemo ne glede na veroizpoved, ne glede na kje smo na svetu, ne glede na spolno usmerjenost, na raso, ne. So pač te osnovne kvalitete, ti koncepti, v bistvu so to neki konstrukti, recimo, ne, mir, varnost, obzir, spoštovanje. Ne. In jaz mislim, da se lahko na ta način v bistvu, če krepimo to metakognicijo, spravi, da znamo pogledati ustroj svojih misli, svojega čustvovanja, ne, oddaleč, in če se zavedamo, da imamo nek vpliv tudi recimo s pomočjo dihanja in dihalnih vaj, da lahko ta čustvene boje nekako razorožimo oziroma sprostimo in se ta čas te refrakcije teh kemičnih snovi v telesu, da se zmanjša, da se v bistvu to splakne ven, ne. Potem lahko pridemo globlje v nek center in v stik s to našo esenco, s temi potrebami, s tem, kar bi dejansko v določeni situaciji dejansko rabimo, kar bi radi, ne. In se potem nek komunikacijski odziv odvija na čist drugačen način, če delujem iz tega, kaj mi je zdaj pomembno, ne, če v prvi fazi se stopim iz teh preživetvenih mehanizmov, ne, da ne menjujem percepcije s spominom, ne, s spominje iz preteklosti, pridem stik s potrebami in potem iz tega grem v dialog. Ne, me zanima. No? Ja, zelo zanimivo. Tukaj se zelo dobro vidi razlika med prakso in teorijo. V praksi je potrebno ljudem pomagati in da se najdejo načini za pomoč, se posega po različnih orodjih. Kar se tiče duševnih težav, psihiatričnih bolezni do 50 let nazaj, je bil edini mehanizem za
pomoči, no, blasta dva, ampak tisti prvi bil pogovor. Poskušaš z pogovorom razrešiti neke težave, dati nasvete, razumeti in na ta način pomagati ljudem osmisliti težave, mogoče osmisliti življenje, omogočiti, da na malo drugačen način gledajo na svoje okoliščine. Ne. To je marsikaj od tega, kar smo zdaj slišali, je ta mehanizem, je ta strategija. Poskušati drugače osmisliti neke percepcije, neke dogodke, neke stvari, ki smo jih doživljali kot udarce, mogoče pogledati iz druge perspektive. Zapravo zamenjava perspektive. Zadnjih 50 let imamo tudi druga orodja. A bi lahko mogoče, sem tle, to govoriš zamenjave perspektive, se mi zdi recimo tudi zanimivo, ne? Kaj nam omogoča, recimo spet pri nenasilni komunikaciji je tle ta, govorimo tle tudi o tej kvaliteti empatije, ne? In spet, kaj se dogaja v možganih, ko sem recimo, ko smo zaciklani v eno misel in jo potem ponavljamo in nam ta misel v bistvu zbuja, oziroma je v ozadju te misli, ne, pač v tem živčnem sistemu ujeta neko čustvo, nek čustven naboj. In ne moremo enostavno, isto to svojo izkušnjo, ne, ker ne moreš iz tega nekako, to se ne da sprostiti. Kako vidiš le konkretno to povezavo, recimo? To je zanimiva istočnica. Ena izmed najbolj repliciranih, zapravo znanstveno potrjenih ugotovitev pri depresivni motnji, je ravno sprememba možganskega delovanja, ki je povezana z ruminacijami, z tem nenehnim pogrevanjem ene in iste stvari, nenehnim seciranjem nekih dogodkov, zapravo ujetostjo v lastne misli, ki so nekako ciklične. Nekako se nič ne predela, venomer se vrača, joj, ko sem bila takrat užaljena, joj, ko sem užaljena, joj, ko sem to napako naredil, kaj pa če bi tako, kaj pa če zbral, neka ujetost v lastne misli, v neke ciklične misli, iz katerih ne vidiš izhodišča, skoraj da neka nedovzetnost za eksterne stimuluse. Te eksterne stimuluse se včasih izkoristi kot distrakcijo, da nam odvrnejo pozornost, ampak takoj, ko te odvrnitve pozornosti minejo, recimo takoj, ko se zvečer uležemo v posteljo, pa začnemo, se potem te misli vrnejo, te ciklične ruminacijske misli. No in ena izmed najbolj repliciranih ugotovitev slikovnih metod za razumevanje možganov, funkcionalne magnetne rezonance je, da je pri teh stanjih, recimo pri veliki depresivni motnji, močno poudarjena aktivnost v nekem omrežju možganov, ki se v angleščini imenuje default mode network. To je omrežje možganov, ki skrbi za naše tekoče misli, je tako zelo samoreferenčno. Razmišljamo o sebi, o naših percepcijah, o percepcijah drugih o nas, ne razmišljamo o dolgoročnih načrtih, ne, ampak razmišljamo o stvarih, ki smo se že zgodili. Recimo, to je stanje v možganih, ki je očitno pri teh boleznih patološko okrepljeno. In tako patološko okrepljeno, da je zelo težko prenehati te ciklične misli. Najlažje je reči ljudem, ja, ne misliti o tem. Ja, pa non-stop se mi vračajo misli na to. Ja, in ni zdravila za tako stvar. Kje pa? Mi nismo še sposobni tako intervenirati v možgane. Vam bomo malo utišali default mode network. Jasno, nekatera zdravila imajo posredno tudi ta vpliv in zato mogoče delujejo, ampak to, kar se pa izkazalo kot bolj učinkovito, kot farmakološka intervencija, so pa različne oblike kognitivne vedenjske terapije, pogovorne terapije, raznih aktivnosti, ki ljudi dajo v nove okoliščine, da so se sposobni z novimi ljudmi pogovarjati, ne samo, da se vračajo na stvari, ki so se zdaj zgodile in na percepcije, ki so jih imeli. In to je tisto, kjer je največja, po mojem, najmočnejša povezanost med tem, kar ste rekli, zapravo ujetost v neke lastne misli, v neke cikle in v tem, kako poskušamo te cikle prekiniti. Zaenkrat je najbolj aktivno orožje to, da damo možganom neke nove informacije, nek nov pogled, neko novo percepcijo. Je pa to nenehen boj, vsaj pri ljudeh, ki se s tem spopadajo. To ni neka stvar, ki jo enkrat rešiš in predelaš in potem je zdaj. To je pa mogoče včasih bila neka naivno mišljenje, recimo, ne vem, Freuda. Ne? Ko bom prišel do tiste ene stvari, ki je potlačena in bo prišla na plano, ko se bo to enkrat izustilo,
bo vse zginilo za vse večne čase in bo kot da odrežemo tumor iz telesa. To se je izkazalo napačno. Ne, da ne koristi tako predelovanje, ampak to je kot šport za zdravo telo. Ne bomo enkrat maratonov tekli in bomo zdravi in srečni. Ne. Je potrebno vsak dan telovaditi in nekateri morajo pač več telovaditi kot drugi, da vzdržujejo isti nivo fitnessa. Tako je. A je to recimo tudi neka povezava, tako se mi zdi zanimiv, s temi nevronskimi povezavami, ne? Če govorimo o vzorcih vedenja, da je potrebno pač znova in znova krepiti te nevronske povezave določenega vedenskega vzorca. Spet, kot če pogledamo, praktično, kako si rekel, treba hoditi v fitness redno, da se pač vzdržuje neka kondicija, na podoben način je treba v bistvu krepiti ta neke miselne procese, ki v bistvu utrjujejo neke možganske povezave, nevronske povezave in na ta način v bistvu enako se krepijo potem tudi povezava s tem čustvenim delom. Je tle, se ti zdi, da... Ne, ta vzpostavljanje drugih povezav, to je glaven cilj vseh govornih terapij, vse vedenske terapije, kognitivne vedenske terapije, psihoterapije, filozofske psihoterapije, jungovske, pač vsi temeljijo na vzpostavljanju nekih drugačnih miselnih vzorcev ali vedenskih vzorcev. In različne šole se zelo delijo v perspektivi, kjer vzorce se bolj splača in na kak način se jih splača vzpostavljati, ampak strategija je bolj kot ne vedno enaka. Ljudem ponudiš neke alternativne aktivnosti, alternativne načrte. Poglejte, ko boste prišli v te misli, imate opcije A, B, pa C. Zberite eno in po tisti delate naprej. Prav, da se ne znajdeš v situaciji, ko ne veš, kaj bi, ko se zdolgočasiš, ko če dobiš neke temne misli, neke slabe misli, se znajdeš v nekih vzorcih, da imaš nek načrt, kako se v teh okoliščinah s tem spopada. To je glavna strategija obvladovanja. In zakaj te strategije na dolgi rok delujejo? Ravno zato, kot si omenil, zaradi tega, ker se vzpostavijo neke nove živčne povezave, nove živčne proge, ki so vsakič, ko uporabimo to strategijo, so malo močnejše in malo bolj utišajo tiste povezave, ki si jih želimo utišati, da se vračamo v neke stare vzorce vedenja in tako naprej. Vse vedenske terapije temeljijo na tem, od zdravljenja alkoholizma do nekih drugih misli, vse temelji na tem, da se poskuša vzpostaviti neke druge vzorce vedenja, ki so sprejemljivi za to osebo, so sprejemljivi za družbo in so kompatibilni z nekim produktivnim življenjem, ki si ga ta oseba želi. Zdaj pa, kakvi so ti vzorci? Ja, to imamo pa toliko idej, kot je praktično praktikantov oziroma to, kot je šol različna vedenska terapija. In tukaj je bolj smiselno se pogovarjati ne o tem, katera je boljša, katera je bolj potrjena, ampak katera je za določeno osebo sprejemljivejša. Nekatera oseba se bo zelo dobro počutila v neki jungovski psihoterapiji. Nekatera druga oseba se pa ne bo. To je odvisno od bolnika, od osebe in od terapeuta. Ne? Tista variabla, ki se je pokazala kot najbolj napovedno za uspeh neke vedenske, psihološke, miselne, govorne terapije, ni po kateri šoli, po kateri praksi se izvaja terapija, ampak koliko se osebnostno ujameta terapeut in bolnik in stranka. To je najbolj prediktivno. Če se nek terapeut, nek praktikant ujame z stranko, z bolnikom, z kakorkoli že varovancem, potem bo vse bolj učinkovito. In tudi ni važno točno, po katerih principih se to izvaja, vkolikor so te principi sprejemljivi in za osebo in izvajalca. To je najbolj važno. Mogoče še recimo pač z vidika te nenasilne komunikacije, meni se tle bi rad osvetlil to veščino poslušanja in bi me zanimal tvoj komentar. Srej nek standardni vzorec, kako ljudje komuniciramo, je dostakrat to, da se sploh ne poslušamo. Ne? Tudi če ima nekdo recimo neko stisko, pride, nekaj pove nekemu prijatelju, in ga dnem, on začne ali to lažiti, mu dati neke nasvete, pač mu začne govoriti, kaj se njemu dogaja, ne, se pravi, ali pa ga začne, ne vem, hecati, recimo, ne, to so neki taki dost standardni odzivi in tle pri nenasilni komunikaciji skušamo v bistvu uvajati to veščino empatije, poslušanja. Se pravi, to je spet, pač veščina. In
ko neka taka oseba, recimo, ko nam nekdo deli nekaj težkega, nekaj, ki ga boli, ali pa tudi kakšno veselo novico, recimo, ne. Bi me zanimalo, no, če bi znal povedati spet, kar se tiče spomina. Jaz sem bral eno študijo, oziroma sem poslušal eno, mislim, tudi nevroznanstvenico, je govorila o tem, da s tem, ko mi nekomu prisluhnemo, njegovi zgodbi, pač tem procesom, ki se v njih odvijajo, karkoli že je ta zgodba, ko jim v bistvu nekako držimo ta prostor, da se lahko ta oseba nekako prosto izraža, da se nekako lahko sprosti in dejansko odpre in govori na tak način, in s tem, ko jim poslušamo na nek tak empatičen način, da jih ne obtožujemo, da jih ne skušamo popraviti, da se tle zgodi v bistvu neka sprememba tudi v odnosu te osebe, ki ima sama do svojega spomina, recimo do svojih spominov. In tukaj je ena taka teza, da v bistvu lahko s pomočjo poslušanja oziroma te empatije, da lahko na nek način pomagamo ljudem spremeniti odnos do spomina, kar pomeni v bistvu pomagamo, da spremenijo strukturo tega dela možganov, te sive možganovine. Pa me zanima, če bi kaj na to lahko... Ja, kot smo že omenili, možgani so zelo prilagodljiv organ. In večina metod, ki poskuša nekaj spremeniti v naši percepciji ali karkoli, se ponavadi utemeljuje potem, vsaj v sodobnem času. Poglejte, smo izvedli to psihoterapijo in res z funkcionalno magnetno rezonanco smo zmerili, da je amigdala malo manj aktivna zdaj. Se pravi, smo ljudi naučili ne le obvladovati svojo jezo, ampak smo zmanjšali jim samo jezo. Odlično. In to je res. In neka druga šola po neki drugi metodi ima lahko podobne učinke na možganih. Kar je pa za ljudi bistveno, je pa ne toliko, kakšne posledice bo to imelo v možganih. Seveda to je zanimivo, kot smo se že pregovarjali, pa ljudje so tudi pripravljeni velikokrat dlje zdržati v neki metodi, v neki praksi, če vedo, da se nekaj fizično v njih spreminja. Zato je že dobro, da naredimo te meritve. Ampak ponavadi je ključen faktor, ali se ljudem dopade ta postopek, s katerim, ali se njim dopade, jim je všeč, so motivirani, da v neki praksi sodelujejo. Zaradi tega se metode zdravljenja nekih duševnih bolezni in motenj tako razlikujejo od praktikanta, od terapevta in od bolnika do bolnika, od osebe do osebe. Zaradi tega, ker to, kar vpliva name na nek pozitiven način, na nekoga drugega ne bo. In tisto, kar je ključno pri iskanju novih povezav v možganih, pri tvorbi teh novih povezav, da se zelo personalizira na vsako osebo. To se je izkazalo kot najbolj učinkovito. Bolj kot je nekaj personalizirano, bolj ko se posveča tej osebi in doživljanju te osebe, bolj je učinkovito, vsaj na dolgi rok. Ker je potem večja verjetnost, da bo ta oseba tudi vztrajala, če čuti, da to nisem dobil samo točke A, B, pa C, ki so pri vseh enake, ampak je bila točka B že za mene prilagojena, točke C sploh ni bilo, smo pa prišla do točke D, ki je meni tudi nekaj pomagala. Se pravi, to, kar ljudje danes iščejo, tudi v zdravljenju bolezni, ne samo psihiatričnih, psiholoških težav, personalizacijo. Da veš, da nisi samo en od številnih enakih brezimenskih primerov, ampak da se na tvoje težave, na tvoje probleme aplicira in za konkretnim premislekom izvede potem nekaj. K tem cela medicina stremi danes. In mislim, da v tem aspektu je pa coaching, psihoterapija, vedenska terapija pred klasično medicino. V klasični medicini se za večino bolezni da standardno terapijo še vedno, čeprav vemo, da tudi na kemikalije se organizmi zelo različno odzovejo. Nekateri bi rabili večjo dozo, nekateri bi rabili nižjo dozo in tako naprej, ampak se določene, kar je včasih težko prilagajati. Prilagajanje je drago, zahtevno, tako da se je v teh duševnih vodah dejansko personalizacija, se mi zdi, prej izrazila kot v bolj telesnih, fizičnih vodah medicine. Ja, mogoče, če bi še dodala, ker si že prej omenil in triggerje in spomin. Zdaj, možgani ne ločijo med spominom pa nekim dejanskim stanjem.
Zdaj, če govorimo o nekih triggerjih, recimo, da nekoga srečaš na ulici, pa ti začne srce biti, pa možgane ti kar zamegli, pa mogoče ta oseba te dejansko ni nič naredila, ampak je sam nek spomin iz neke pretekle situacije. Zakaj pride do tega, ne, da ne moramo mi pol? Jaz tudi včasih, ko se mi kaj zgodi, pa racionalno si rečem, ne vem, to nima veze s tem, ali pa ne, dej ne to narediti, kaj veš, da ni ok, ne, da je to nekaj, ne vem, podzavestnega, recimo, ne, ampak mi to ne pomaga, to zavedanje. Tudi, če vem, da je neki spomin, da ni to zdaj realno stanje, kljub temu zavedanju telo gre po svoje, ne. Mogoče se sam z vidika nenasilne komunikacije, ko se lahko pomagamo dejansko, recimo, ne, to boš pol ti povedal, kaj se dogaja recimo v telesu. Ena stvar, ki sigurno lahko pomaga, ne, je to, tle imamo ta koncept sidranja v observacijo, v dejansko situacijo, se pravi, kaj bi zdaj kamera posnela, ne, in da nekako skušam informirati svoj živčni sistem, tako kot si ti rekla, ne, pač tle sem zdaj, ne, skušam nekako se sidrati v ta trenutek in tle neka stvar, recimo, ki jaz in počnem in predlagam, recimo, pač udeležencem mojih delavnic, je pač stik z gravitacijo, stik s telesom in z dihom, recimo, to se mi zdi nekako, da mi pomaga in s to observacijo, da imamo mislim, Javor, kaj bi zdaj kamera posnela, ok, no, in tle si v trgovini si, ne, ali pa ne vem, v trgovini si in srečo sem unga človeka, ne. Ampak, tako si rekla, ne, zelo hitro se pa potem čustvena reakcija se zelo hitro pojavi in kljub temu, da se pojavi, ne, tako govorimo tudi o tej sposobnosti, te interorecepcije, da se jaz lahko vseeno rečem, ok, ni treba, da grem zdaj takoj v odziv, ne, lahko si pomagam z dihom, lahko prevzamem odgovornost za to moje notranje doživljanje, ne, in namesto, da grem v nek odziv direktno, in tle bi si upreč, da je se pojavil verjetno nek boj med temi reptilnimi možgani in tem prefrontalnim korteksom, ne vem kaj, mislim, mi zdi zanimivo, no, ampak sem prej si rekel, da na nek način je borba s temi mehanizmi, v bistvu, ne, da rečem, v bistvu varen sem, nisem zdaj, v trgovini sem, ne. Sem, če se te pčelni režen izklop takrat, da mi ne vem, nič ne pomaga, varna, sem v redu je. Jaz sem v drugem filmu. No, mislim, tle me zanima, mislim, to so neke stvari, s katerimi se mogoče vsakdanji človek ko so ti lahko mogoče malo so lahko podporne, ne, zdaj po drugi strani, če se pa ta preklop zgodi, ne, pa ne vem, če lahko še narediš, ne, če se ti res aktivira ta boj back, pol, to je tisto, ki ti pol zamegli. Ja, ker ta razlika med triggerjem pa vzrokom za nekaj se nekaj sproži, to je tisto, ki ti pade mrak na oči, ne, in pol šele čez nekaj časa mogoče priješ nazaj in se zaveš, da si v bistvu, ne vem, imel neko totalno čustveno reakcijo, recimo, ne. Tako da jaz ne vem, če se lahko borimo s temi preživetvenimi impulzi, ko se to zgodi, ko se to sproži, a je kaj, kar dejansko lahko naredimo? Borimo se gotovo lahko, borimo se vsak dan. Eni bolj uspešno, eni manj uspešno, ampak to je praktično socializacija. Cela socializacija, vzgoja, kultura, vse je borba z impulzi, ki niso adaptivni več za okolje, kjer živimo. V grobem lahko možgane recimo delimo na neke globoke centre, kjer so neka preživetveni instinkti, kjer je spolnost in sovraštvo in poželenje in močno neka čustva. In potem med nekimi višjimi centri možganov, med katerimi smo danes že parkrat omenili ta čelni režen, prefrontalni korteks, to je to, kar je pod očmi, nad očmi čelo, ne? Kar je v klasični neki percepciji možganov, to je največji intelekt je tam doma. Čeprav intelekt se izkaže, da je veliko bolj distribuiran po možganih, kot inteligence ni v nobenem enem delu možganov, ne? Ampak je celoten organ inteligenten. Ampak v tem čelnem predelu možganov, pa če je karkoli doma, kje lahko rečemo, da tukaj je doma naša izvršilna sposobnost. To se meni, ko sem prvi slišal ta termin, kaj je izvršilna, ta beseda mi skoraj nič ni pomenila, ampak to zato, ker izhaja iz nekega ameriškega konteksta, kjer je executive, so šefi v firmah. In to je izvrševanje. Ne? In jaz sem vedno mislil, izvrševanje je tisto najbolj na dnu, ne? Ker oni izvršijo nekam, kako je izvrševanje. Ne, to so končne odločitve, da nekaj rečeš ja ali ne. In ta čelni predel možganov, ta prefrontalni korteks je neke vrste filter.
do njega pridejo in dražljaji, in naši vzgibi, in želje, in močna čustva, potem pa se filtrirajo čez ta predel možganov do neke mere, oziroma ta predel možganov tudi svoje vplive na druge predele možganov vrši, ne da vse teče čez prefrontalni korteks, ne, ni tako enostavno, ampak tako bi lahko bil osnovni model, da ta se na podlagi informacij, na podlagi vzgibov in pritiskov odloči ja ali ne. Kaj ja ali ne? Ja, recimo v temle kontekstu, ko smo mi tule, da bi jaz dobil vzgib potem, da rignem. To je nekaj zelo fiziološkega, nek plin se mi dviguje iz prebavnega trakta v požiralniku in me malo boli morda že, ne? In za plazivčje možgane, v kateri bi bilo idealno, da se to bolečino prekine, to neugodje prekine, da jaz na glas rignem. Ampak, če mi prefrontalni korteks recimo dela, ne, bi pa rekel, ne, to pa za ta socialni kontekst ni primerno, da se še o drugih plinih ne pogovarjamo ali pa karkoli že, ampak moj prefrontalni korteks upam, da tako dobro dela, da če bi čutil vzgib, potem da rignem, da bi ustavil, da bi inhibiral ta motoričen akt, to željo mojo potem, da potlačim to. In ta prefrontalni korteks, starejši ko smo, ne, recimo začne se razvijati v nekem razumnem smislu pri 5 nekje letih, pri 10 je že kar nekaj, pri 15 je še več, pri 25 do 30 letih načeloma doživi nek svoj maksimalni razvoj in potem kar ustraja dobršen del življenja, mogoče v pozni starosti pa malo se razkroji tudi, pa tudi nekatere bolezni ga prizadanejo. Ena oblika demenca, frontotemporalna demenca je znana potem, da prizadane čelni reženj možganov in ti ljudje se v socialnih kontekstih obnašajo skrajno neprimerno. Ne čutijo več ne želje, ne sposobnosti potem, da bi inhibirali ta prvi impuls, ki ga dobijo. Včasih reče se otročje obnašajo, ampak to je mogoče žaljivo. Ne obnašajo se kot otroci, obnašajo se kot vi brez vseh filtrov. A je mogoče s tem povezana, recimo s prefrontalnim korteksom, tudi povezana kapaciteta za empatijo? Do neke mere, ja, se empatija povezuje tudi z prefrontalnim korteksom, je pa še ena drug predel. Oziroma, oprosti, še dopolnim, če je kapaciteta za empatijo pogojena tudi z temi aktivacijo reptilnih možganov, kakšna je tle recimo povezava, če govorimo, recimo spet pri komunikaciji imamo tle govorimo o nekem spektru, ne? Kdaj kakšen dan imam neko kapaciteto za empatijo, za uživljanje, za poslušanje, kakšen dan je nimam, ne? Da ne govorimo recimo o ljudeh, ki imajo pa to neko trajno, recimo, če govorimo bolj o teh sociopatsko naravnanih, zmanjšano kapaciteto, kaj se recimo tle dogaja? Dejansko nekateri nevroznanstveniki pa tudi psihologi empatijo praktično delijo na dva dela. Eno to bolj globoko, ki je res podoživljanje čustev, dražljaja od nekoga. Se pravi, mogoče marsikdo od nas lahko empatizira s tem, da recimo gledaš nek film, neko grozljivko in se nekomu nekaj groznega zgodi, nekoga zapičijo v oko, recimo nekaj groznega z nekim nožem. Nekateri ljudi bi rekli, jaz kar zamižal bi rekel, ne, ker malo me je skoraj zabolelo, jasno, ne tako, kot da bi se meni to zgodilo, ampak skoraj da sem čutil neke vrste bolečino, neke vrste neugodja, ob tem in sem mogel stran pogledati tega. To je ta zelo globoka, ta fizična empatija. In ta je doma v tistih predelih naših možganov, ki bi se močno aktiviralo ob takih bolečini, v amigdali, v senzoričnih korteksih, se pravi, v predelih možganov, ki se aktivirajo, ko nas nekaj zbode. Te predeli možganov se aktivirajo tudi, ko na filmu gledamo, da nekoga nekaj zbode. In v istem področju. Torej, mi imamo mehanizme v možganih, da pri nas poustvarijo v zmanjšani meri neke občutke, fizične tudi občutke, ki jih nekdo drug doživi. Teda to je ta zelo nizkonivojska, ta fizična empatija. Pa je pa še ena višja, mislim, da o tej je bilo bolj govora prej, ki je pa na nekem kognitivnem, na višjem razumskem nivoju, da razumeš stisko nekoga, da sočustvuješ na tem nivoju, se pravi, da razumeš, da sočustvuješ, ampak ne nujno, da čutiš to fizično bolečino. Ena znana študija je na kirurgih, da jim ki se velikokrat povzame to, da kirurgom manjka empatije. In zdaj bo nekdo sam tale izvleček vzel van. Me bojo vsi kirurgi klicali, da sem to rekel. Ne, ampak, in to je napačna interpretacija, ker res da kažejo nekatere študije, da te fizične empatije jim manjka, ampak to je dobro.
Vi si ne želite, to je cel namen treninga, medicine in kirurška, da če bi vi čutili tako bi bili kirurg in bi čutili tako averzijo do rezanja telesa, ne bi bili dober kirurg. Te zelo prve nivojske, te fizične empatije se je do neke mere treba odrešiti. Seveda obdržiš pa to racionalno, ne? To više nivojsko kognitivno empatijo, ker brez nje pa seveda nisi dober zdravnik. Seveda to se ponavadi pozame, kirurgi nimajo empatije. To pomeni, da ko kirurg gleda film, ko nekoga režejo, ne doživlja takih fizičnih reakcij kot nekdo, ki ni kirurg. Ampak to je prej dobro kot slabo. Seveda tiste više empatije jim pa seveda ne manjka, imajo celo več kot marsikdo drug. Še ena stvar, recimo, me zanima tvoj komentar. Recimo pri nenasilni komunikaciji skušamo zelo razlikovati. Je ta neko osnovno razlikovanje, eno izmed osnovnih razlikovanj je to, da jaz sem lahko odgovoren kot človeško bitje za svoje občutke, za procese, ki se dogajajo z mojim telesom. Ne morem biti odgovoren za to, kaj se dogaja v telesu drugega človeka in sem seveda odgovoren za to, kaj vnašam v ta odnos. Ne? In tle si omenil to, da še posebej v kakšnih, recimo, bolj duhovnih krogih velja ta teza, da lahko čutimo občutke drugih ljudi. Ne? Zdaj, z vidika nevroznanosti, koliko jaz razumem, to ne more držati, ker se v nas se nekaj sproža. Ne? Mi doživljamo, se pravi, ko ti, poslušaš nekoga ali pa vstopiš v nek prostor ali pa gledaš nek film, kot si rekel, to v bistvu je nek trigger, ne? Ki v bistvu v meni sproži neko sekvenco kemičnih, čustvenih, miselnih procesov in jaz potem to zaznavam kot nek občutek, recimo. Ne? In tle se dostakrat pojavlja, ne, da in tle pridemo v spet neke te tragične načine komunikacije, ko potem obtožujem med druge, ne vem, ti s to tvojo energijo si mi zdaj tle prišel in zdaj zaradi tebe, zdaj se jaz tako počutim in tvoja energija je pošla v moje telo in ne vem, kdo je prišel in ne vem, kako se, ne. Me zanima, recimo, kako bi ti iz tega neuroznanstvenega vidika, recimo, samo prožil samo to čutenje določenega čustvenega stanja. To, da energija iz enega v druga telo gre, to je malo jasno, toplota gre od enega telesa do druga, ne? Energija se že pretaka med telesi, čisto v fizičnem smislu, ampak ne v takem, da bi čustvo ene osebe, ker prišla kot neka temna ali pa svetla energija, ne. Možgani više razvitih živali imajo en sistem, ki se imenuje sistem zrcalnih nevronov. Ta sistem je bil odkrit zdaj že kakih 30 let nazaj v Trstu, za strani enega nevroznanstvenika tam, ko je čisto po naključju opazil, so delali eksperimenti z opicami in z njihovim motoričnim korteksom, predelom možganov, ki nadzira premike rok pri teh opicah. In to so jim usadili neke elektrode v te možgane in so opice mogle nekaj segati, prijemati neke olive pa neke grozde. In čisto po naključju enkrat in so neki nevroni so se prižgali, ko je opica prijela nek grozd. V redu, to so nevroni za prijemanje grozda. V redu. Potem so pa enkrat po naključju pozabili ta sistem, te elektrode ugasniti, je eden od asistentov že pospravljal te grozde in te eksperimente in so čisto po naključju opazili, da ko je asistent prijel tisti grozd, na tak način, kot so ga opice prej prijemale, so se jim iste celice prižgale v glavi, v njihovih motoričnih korteh. One so to opazovale? Ja, opice so samo opazovale in takrat, ko so videle, da je asistent na enak način prijel grozd, kot so one, so se iste celice prižgale. Tiste celice, ki so bile prižgane, ko so opice prijemale grozd, so se tudi prižgale, ko so opice samo opazovale, da nekdo drug prijema grozd. In to je isto veljalo, če so jim pokazali video in tako naprej. In pri ljudeh velja tudi pri vizualizaciji. Mi imamo zelo močne mehanizme za empatiziranje, za podoživljanje, ne da se zdaj energija iz mojih celic prenaša v vaše celice, ne, ampak samo naši možgani delujejo tako, da če mi v okolju vidimo nekoga, ki je jezen, pa žalosten, pa to, je neka verjetnost, da bojo te celice podoživele to jezo, pa žalost, in se to prenese na nas. Ne zaradi nekih nadnaravnih ali fantomskih prenosov energiji, ampak čisto tako, ker možgani tako delujejo, da malo odslikujejo okolje, da zrcalijo okolje v nas samih. In če se bomo znašli v okolju, ki je
depresivno, pa jezno, pa živčno, pa neprijetno, bomo tudi mi malo odražali to. In to lahko pojasnimo, ja, ta negativna energija se je naselila v mene. Lahko tako povemo, dokler se zavedamo, da je to metafora. Da ni šlo res za neko energijo, ki je šlo v mene, ampak to je samo nek malce pesniški opis tega, kar se je zgodilo zaradi mehanizmov, ki so v naših možganih namenjeni temu, da mi znamo kopirati, posnemati to, kar se v okolici dogaja. Te mehanizmi so pa pomembni za učenje. Zakaj imamo te celice? Ja, zato, da ko nam nekdo pokaže, kako prijeti zgrozd ali pa šivati ali pa tipkati, da že z gledanjem se malo učimo tega. Ne, tle mi sam zanimivo, pač to, da gre za to v bistvu ključno razlikovanje med sprožilcem in vzrokom. Ne? In tle se mi zdi spet, da si marsikdo, recimo, ki je mogoče na poti samospoznavanja ali pa te osebne rasti, da si je potem z analitega čistega vina po domače povedal, da sem res jaz odgovoren za to, kar se v meni dogaja notri. Ne? Tle marsikomu to po mojem ni enostavno, ne? Bi najrajš se pač to projiciral nazven in okrivljal vse druge za moje počutje. Raje, kot pa da bi recimo šel v neko to raziskovanje in prevzemanje odgovornosti in učenja neke te samoregulacije. Ne. Koliko si povedal, pač za to samoregulacijo obstaja več različnih praks, več različnih metod. No. Ene izmed teh, ki je meni blizu, je pač, so različne dihalne tehnike. Bi se mogoče, si imeli še kakšno drugo vprašanje? Vprašanje ful, ampak. No, mogoče, jaz bi sam še to bi rad omenil, bi se rad dotaknil tega, to razlikovanje med sprožilcem in vzrokom, ne? Ena izmed vaj, ki jo delamo pri nenasilni komunikaciji, potem, da spravi, to je tista scena, recimo, ne prideš v trgovino, srečaš nekega človeka, to ti sproži neko burno reakcijo, ali pa nekdo ti reče, ne vem, ne, ali pa nekdo ti nekaj reče in te to čist trigira in zgubiš stik s sabo. Ne. Kaj so neke konkretne stvari, ki jih lahko naredimo, kaj so neke konkretne vaje, ki jih lahko delamo, oziroma ki jaz recimo ponujam na treningih, je, da potem ti, ko si v nekem varnem okolju, recimo nekem terapevtskem ali pa delavniškem okolju, ti bi so dejansko pol zavestno oziroma nalašč prikličeš to neko misel ali pa to misel o tej osebi si prikličeš v spomin in potem v bistvu podoživiš to reakcijo tudi na čustvenem nivoju, tudi ne vem, srce ti začne ista reakcija se zgodi v telesu, ne. S tem, da imaš takrat, ker si takrat v delavniškem prostoru, ne, ker si takrat grem zavestno, se odločim iti v raziskovanje tega, ker mi je pomembno to spoznati, ne, ker večkrat, ko jaz obiščem ta prostor tega trigiranja navznoter, ne, bolj lahko to spoznam, bolj lahko to začenjam obvladovati, me bojo te mehanizme mogoče manj preplavili oziroma mogoče celo spoznati ta trenutek, preden se me čist te mehanizmi boja in bega prevzamejo, ne, bom imel nekako večjo, bom buildal to kapaciteto razpoznavanja tega, ne, in potem lahko recimo to predihamo, odnosu do te osebe in s tem, ko dihamo v bistvu, tle se spet dogaja cel kup nekih različnih procesov v telesu, ne, se pač ta čustva alkemizirajo, telo rata bolj alkalno, sprožijo se neki endorfini, koliko vem, tle sem tudi, zdaj te dni sem bral, se tudi ta molekula, ta psihoaktivna snov, ta DMT, da se tudi začenja sproščati in to v bistvu potem ustvari neko drugo razpoloženje. Upal bi si res 50 let reptilni možgani malo umaknejo, potem lahko pridem v stik s potrebami in potem iz tega vidim, kaj bi naprej deloval. Mislim, v katero smer zdaj naprej. Verjetno, da si bolj parasimpatičen, ne, kar se živčnega sistema tiče. Ja, zdaj to točno ne vem. Samo moje vprašanje, če to zaključim, no, se pa nanaša na to, na kakšen način lahko, recimo, zdaj sem opisal eno vajo, ne, ki se mi zdi, nam lahko pomaga povečevati to kapaciteto za handlanje s temi, recimo, stresnimi situacijami. Imaš ti, ne vem, se zdi še kakšen druga praksa, kakšen drug predlog, kaj lahko naredimo, da recimo te reptilne možgane, te reakcije, da lahko to malo pomirimo, dejansko spet, če skušamo iti na neko to konkretno situacijo. Ja, to je vprašanje za milijon evrov. Načeloma
na to vprašanje je enostaven odgovor, ki ga ni enostavno izvesti, tako kot vedno. Tako kot je vprašanje in odgovor, kako bi shujšal ali pa bil, ja, telovaditi pa boljši jaz, ne. To je čisto enostavno. Ja, v teoriji. V praksi je malo bolj komplicirano, ker če ne bi bilo bolj komplicirano, ne, a veste, velikokrat v medicini imamo zelo enostavne rešitve za kakšne probleme, za prekomerno telesno težo, nekondicijo, to so enostavne rešitve. Ljudje morajo se zdravo prehranjevati pa več gibati. Zakaj potem je vedno več ljudi s prekomerno telesno težo pa slabo telesno kondicijo? Zakaj? Pač zdravljenje prekomerne telesne teže in slabe telesne kondicije je verjetno odgovorno za več smrti kot vsi raki skupaj. To je bolezen, s katero se medicina najslabše spopada. Od vseh bolezni. Ne, da nimamo idej, kako se spopadati. Če je vsako leto več ljudi, ki imajo te težave in v vseh državah sveta, ne glede na stopnjo razvitosti, potem veš, da nekaj gre narobe. Pa zakaj gre narobe? Saj imamo enostavno rešitev. Že 100 let vemo, da treba bolj zdravo jesti, pa se več gibati. Ker včasih najbolj direktne, najbolj enostavne rešitve ne moreš ravno aplicirati, ker ni učinkovita. In ne glede na to, koliko bojo ljudje poudarjali, ja pa sej očitno vemo, zakaj so ljudje predebeli. Ja zato, ker preveč jejo, pa se premalo gibajo. To je to. Nič druga ni treba več vedeti. Ja, ampak če je to tako enostavno, zakaj je potem danes 50krat več ljudi s prekomerno telesno težo kot 100 let nazaj? Če je tako enostavno. Očitno ni čisto enostavno. Kot pri tem vprašanju, ki se ga ti postavil, ni čisto enostavno. Načeloma lahko rečemo, ja, za obvladovanje reptilskih možganov, čustev, to kontroliramo čustva. To je najboljši trening. Ne, da se izpostavljamo situacijam, ki niso prehude in poskušamo nadzirati impulze. To je daleč najboljši trening. In hec je, da to počne ta prefrontalni režen. In za ta predel možganov se je izkazalo, da je še bolj plastičen, kot marsikateri drug predel možganov. Se pravi, prefrontalni režen, čelni del naših možganov je en izmed najbolj plastičen, najbolj prilagodljiv del naših možganov. To je tisti del možganov, ki se najbolj na družbo in okolje prilagaja. Naš viden korteks, pač tisti del možganov, s katerim vidimo v Izraelu dela enako kot v Saudski Arabiji dela enako kot v centralni Evropi. Prefrontalni korteks pa ne. Prefrontalni korteks bistveno drugače dela v neki družbi, kjer ko greš v cerkev, daš klobuk dol, v neki družbi pa daš klobuk gor, ko greš v cerkev. In v taki družbi bo prefrontalni korteks, če boš nekoga videl brez klobuka, ne v cerkev, v religioznem templu, bo rekel, to je nekaj narobe, bo negativna reakcija. V naši kulturi, pa če greš v cerkev, pa je klobuk gor, je pa ravno obratno. To je predel možganov, ki je izredno kulturno pogojen, izredno pogojen za vzgojo, za okoljem, kar pomeni tudi, da na tega lahko največ vplivamo. In enostaven odgovor na vaše vprašanje, kako se spopadamo s temi težavami, ja, spopadamo se z njimi. In bolj, ko se to je čisto enostavno rešitev. In bolj, ko se bomo z njimi spopadali, bolje jih bomo obvladovali. Zdaj pa, to pa pol v praksi pa ni moj problem, kako se to reče. Ja, pol v bistvu velja to ne večkrat, ko obiščemo, recimo, mislim, če vemo, da imamo neko tako težavo, recimo, če govorimo spet o nekih praktičnih vsakodnevnih situacijah, če je neka oseba, ki je, ne vem, uskipljiva, ki večkrat povzdiguje glas, ima neke ta močne čustvene reakcije. Zdaj, če si želijo to oblažiti, pomeni pač, da grejo v bistvu to malo raziskovati v nekem bolj kontroliranem okolju, v smislu v nekem terapevtskem okolju, oziroma da se pač namenoma izpostavljajo nekim situacijam, tako kot si rekel, da niso preintenzivne in da lahko ta del njihove psihe v bistvu nekako spoznavajo in na ta način potem je nekako pod večjim... Tako, cela modrost je v tem, kako. To je tvoja ekspertiza. Cela modrost je, kako dosež to, da se to trenira, da se te veščine krepijo. Kot je cela modrost pri medicini, kako pripeljati ljudi do tega, da mogoče shujšajo, pa se več gibajo, na kakšen način jih do tega pripeljati. Ker tista intervencija, da jim samo rečeš, bolj zdravo se prehranjevati, pa več se gibati, to je dejansko najmanj učinkovita stvar v celi medicini. Kljub temu, da zdaj bojo pa spet jezni, da se sam tole izreže, ja, seveda moramo to ljudem govoriti, seveda, da treba to ljudem govoriti, ampak tam se začne zgodba. In zgodovina je pa pokazala, da kljub temu, da se to govori že 50 let, je stvar vedno slabša. Predstavljate si, da bi imeli kemoterapevtik.
za zdravljenje nekega raka, na katerem bi vsi prisegali, to je super kemoterapija, super rak pozdrav. Sam vedno slabš bi bilo. Vsakem novem pacientu, ko bi ta kemoterapevtik dal, bi mal manj živel. In da bi po 50 letih še vedno ljudje ustrajali, ne, ampak sej vemo, da ta kemoterapevtik deluje. Ja, sem nekaj očitno narobe z aplikacijo. Če kljub temu, da se to daje na enak način, da je vedno slabša situacija. To ne pomeni, da pozabimo na kemoterapijo, ampak očitno bo treba ugotoviti način, kako ta koncept spraviti v bolj učinkovito obliko. In samo to, da ljudem nekaj govoriš, ja, trenirajte vaš prefrontalni korteks, vadite nadzor nad impulzi, bodite bolj razumevajoči, to je vse lepo in prav, ampak to je približno toliko učinkovito, kot če ljudem rečeš, bolj zdravo se prehranjujte, pa več telovate. The devil's in the details, kot se pravi. Kako pri specifični osebi dosežti ta premik. In to, o tem nisem jaz strokovnjak, o tem nisem pojma. Kako to narediti, to je praksa. Ja, hvala. Zdaj čas kar leti. Jaz bi samo mogoče še eno temo glih za zaključek. Javor, ti imaš tudi kar nekaj izkušenj v svetu šamanizma, duhovnosti. Pa tle vem, da te zanima, da bi tudi Juri nam povedal, mogoče tudi, imaš tudi psihadeliki, če bi kaj o tem govoril, kaj se takrat v možganih dogaja, zakaj pride do nekih halucinacij. Ja, zdaj, to sem tudi zdaj, mislim, malo študiram, pa me res zanima tudi tvoje mnenje. No, eno moje spoznanje, zdaj čisto v zadnjem času je to, da je v bistvu človeško telo en tako ogromen kontejner tisočerih ali milijonterih kemičnih reakcij, in to, da se v bistvu na nek način skozi po domače povedano zadevamo z nekimi čustvi, z nekimi spojinami, adrenalin, kortizol, endorfini, in tle mi je zdaj zanimivo, če govorimo o teh psihadelikih, govorimo o tej molekuli DMT-ja, in zdaj, koliko sem zdaj prebiral, je v bistvu ta molekula prisotna v ogromno rastlinah, ogromno živalih in tudi v človeških možganih, se pravi, da je to v bistvu neka psihoaktivna snov, totalno psihedelična snov je sestavni del naših možganov, in zdaj te dni sem prebiral en članek, da je celo odgovorna da se možgani s to psihoaktivno snovjo nekako da podpira regeneracijo, oziroma da je kot neka hrana za možgane. To sem pač se mi zelo tako fascinantno, kako to mogoče, da je neka psihoaktivna snov, in zdaj ljudje imamo od teh psihoaktivnih snovi različne mnenja, odzive, ampak se mi zdi en tak aha moment v zvezi s tem, kako sem lahko proti temu, ali pa kako mi je lahko to ogrožujoče, ali pa strah tega, če je to sestavni del mojega telesa, oziroma mi celo omogoča, da se sploh živim, da mi sploh možgani funkcionirajo. In tle me zanima pol, kolikor vem, se iz te epifize, potem tle ta kombinacija tega serotonina, ki v bistvu omogoča ta budni cikel, in melatonina, in se potem nekako iz tega sintetizira ta DMT in potem omogoča v bistvu to neko psihedelično izkušnjo, ki jo v bistvu doživljamo vsak večer, ko gremo spat, v bistvu to so te sanje, in pa da se ogromne količine tega DMT-ja izločajo tudi pri nekih intenzivnih doživljanjih, kot so spočetje, rojstvo in smrt. Tako to je recimo en del vprašanja, pa mogoče če da ne bomo predolgi, drug del vprašanja se mi zdi sam zanimiv spet kot neka študija tega psilocibina, ki ima tudi komponento DMT-ja, in sem bral zdaj 2 študije te ameriške zdravstvene organizacije, da v bistvu zelo učinkovito lajša anksioznost in depresijo, da že en mini odmerek, 0,3 grami, 0,5 gramov, recimo psilocibina lahko v bistvu je bil v neki študiji, je odpravo depresijo za recimo 3 mesece, oziroma po drugi študiji celo za 6 mesecev. Se mi zdi v bistvu fascinantno, da v bistvu na nek način neka substanca, ki jo že vsebuje telo, in če jo potem vnesemo še dodatno v nekih malih količinah od zunaj, ima v bistvu neke pozitivne učinke na naš sistem. Poleg tega, to so potem te študije Stanislava Grofa tudi, da v bistvu pa lahko te
te spojine aktiviramo tudi recimo z nekimi tehnikami, kot so recimo dihalne tehnike. Ne? In to se mi zdi recimo tudi taka relevacija. Zadnji čas, mislim, zadnja leta veliko ukvarjam s temi dihalnimi vajami in kako lahko bi se to regulacijo tega čustev, tega žučnega sistema na najbolj preprost možen način ustvarjamo s pomočjo diha, ne to imamo skozi pri sebi in se lahko s pomočjo diha in kisika tudi aktivira ta molekula in endorfin in ustvarja neko čist drugačno počutje, okolje in percepcijo sveta, ki ni v smislu boja, beg, ni v smislu grožnje. Ne? In to je po mojem nekaj, kar je zelo smiselno po mojem pogledati oziroma zelo koristno tudi za nas kot družba, kot ljudi, ne? Da nismo skozi temu boju, seveda, če je zdaj vojna ali pa če je neka dejansko ogrožajoča situacija, super, ne, da imamo te reptilne možgane, ampak ko smo pač tako, se mi zdi pa fajn prejti v to neko drugo stanje tega nekega mogoče miru, pozitivnih spektrov teh občutkov, ki so spet, kakor zovem, posledica določenih kemičnih spojin. Zanima, če bi karkoli o temu lahko. Ja, tisoč istočnic. Mogoče za začetek, da ne pozabim, kogarkoli zanima psihadelična medicina, vpliv različnih substanc na percepcijo in dojemanje, jaz predlagam enega britanskega profesorja, ki mu je ime David Nutt na UTT. Enkrat na enem predavanju on rekel, da on je psihiater. Je rekel, glede na moj priimek sem bil lahko ali psihiater ali pa reprodukcijski, ampak sem se odločil za ono prvo. Zdaj, kdo zna angleško, mogoče mu bo smešno. Ampak njega si pogledajte. On ima zelo zanimiva predavanja, ne samo o DMT-ju, o psilocibinu, praktično vseh substancah. Njegova pozicija je, da je medicina zamudila 50 let zdravljenja za psihoaktivnimi substancami zaradi preagresivnega prepovedovanja teh substanc v neki bojazni kulturne revolucije, recimo v 60-ih, 70-ih letih. Se pravi, da so se nekatere družbe, predvsem zahodne, v tistih desetletjih zbale nekih družbenih prevratov pod vplivom teh drog in so zato vse prepovedale to. In ko je neka substanca prepovedana, ne le, da je težje dostopna uporabnikom, rekreativnim uporabnikom tega, ampak rekreativni uporabniki vedno najdejo te substance. Ne? Mimogrede, vse tradicionalne družbe, tudi kamenodobne družbe, vsa plemena po celem svetu zelo učinkovito vedno najdejo vse psihoaktivne substance v svojem okolju. Vejo za vse žabe, ki jih je treba polizati, za vse rastline, ki jih skuhajo, vse vejo. Da ta nagnjenost človeških možganov, da poseže po substancah, ki spreminjajo njihovo lastno delovanje, to je univerzalna stvar od vseh plemen. Da v tem nismo nič drugačni. No, poanta tega je, da ljudje bodo vedno našli mehanizem, tudi če je nekaj prepovedano, da te substance dobijo, kjerkoli že. Raziskovalci pa ne. Raziskovalci pa z neko substanco, ki postane prepovedana, praktično ne morejo delati, ker se ne da legalno do tega dostopati ali postane legalna pot za izvajanje študij za takimi substancami praktično nepremostljiva. Predstavljajte si, če imate prepovedano neko drogo, recimo psilocibin ali pa LSD ali pa DMT ali pa ketamin, da je ta droga prepovedana. Jaz pa razmišljam, da bi naredil študijo, kjer bi študentom dajal to drogo, pa bomo povedali, kaj se dogaja. To je praktično nemogoče dobiti etično dovoljenje za tako študijo. In zato, ker so bile te substance prepovedane, je dejansko verjetno zdravljenje določenih psihiatričnih stanj tudi v zaostanku pred tem, kar bi lahko bilo leta 2024, če te substance takrat ne bi prepovedali. Ampak to je pozicija ljudi, ki se s tem ukvarjajo že nekaj. So tudi ljudje, ki mislijo drugače, ampak recimo pustimo to. Se pravi, to je za uvod. Se pravi, da če koga zanima to področje, verjetno profesor Nutt je dobro izhodišče. Kar se pa tiče vpliva teh substanc na naše možgane, zelo heterogene vplive imajo. Kaj pa recimo specifično ta DMT, če gremo recimo v to, da ne vnašamo od zunaj, to, ko sem prej rekel, da je to v bistvu izloček epifize, ne? Res je, da znotraj našega telesa imamo substance, ki so lahko ali enake tem eksternim, ali pa so lahko posnemovalci. Recimo v našem telesu, čisto rečeno za DMT ne poznam farmakologije toliko,
težko bi rekel, kaj zdaj to pomeni, če imamo neke endogene substance, ali so čiste enake DMT-ju, ali so mimike, ampak bom dal drugo primerjavo, bom dal z kanabisom, z marihuano. Mi imamo v telesu substance, ki niso čiste enake kot THC, ampak se imenujejo endokanabinoidi, neke druge kemikalije, ki so strukturno podobne tem in potem, če vnašamo ekstern THC v telo, ima neke podobne efekte. Mi imamo receptorje za to substanco, čeprav nimamo točno te substance v telesu. Jaz tudi ne bi delal tako razliko med tem, samo zato, ker v našem telesu neka substanca nastaja, ne pomeni, da eksterno vnašanje te substance ali poskus povečevanja endogene, da je to brez negativnih posledic. V našem telesu imamo veliko soli, saj naše telo je v bistvu vreča slane vode, ne? Pa ni preveč dobro, če preveč soli uživamo. Ne? Pač vse v svojem balansu. Teda samo zato, ker neko substanco imamo v telesu, a priori ne pomeni, da je to varno, a priori ne pomeni, da bo nujno koristno in da bo lahko uporabno. Teda jaz bi bolj širše pogledal vse psihadelike in DMT gotovo ima zanimive efekte in ima lahko kakšnega od teh efektov bi mogoče koristno uporabljali, pa enako velja za psilocibin, pa mogoče enako velja za ketamin, pa za LSD, pa tako naprej in tako naprej. Ampak vprašanje je, zakaj te substance kažejo, da imajo nek učink, in zelo različne substance imajo zelo različne učinke pri različnih ljudeh, bolj kot ne kaže zato, ker nas v nek nov modus mišljenja predstavijo. V kratkem času zelo močno. Ne? In to je bila vedno tradicionalna strategija ljudi, da se spopadamo s težavami, ki jim ne poznamo pravega vzroka. Zdaj, mlajše generacije več tega ne poznajo, ampak včasih, ko so bili še stari CRT televizori, je bila popularna metoda, da si jih popravil, tako da si tolkel po njih. Če kaj ni delalo z ekranom, si pač tolkel po ekranu. Zakaj? Ne vem. Na kakšen način elektronika to, ampak za čuda je to pa tam delovalo. Ali je neki prahu, ali je nek kontakt bil slab, ampak ti si močno udaril po neki škatli, katere delovanje nisi poznal in je lepša slika. Včasih do možganov tudi tako pristopamo. Ne? In v preteklosti je bila to standardna terapija za zdravljenje tudi hudih psihoz, recimo schizofrenije ali pa tudi hude depresije. Organizem izpostaviti ogromnemu stresu, so podhlajevali ljudi, so jih z inzulinskimi šoki, se pravi vbrizgali inzulin v telo, da je človek izgubil zavest. Na nek način elektrošok terapija oziroma elektrokonvulzivna terapija je terapija, ki deluje. Ima ena izmed najmočnejših vplivov na blaženje simptomov velike depresije, je elektrokonvulzivna terapija, ima tudi stranske učinke in tako naprej, ampak zakaj točno deluje, kako deluje, tega pa ne vemo toliko, kot da je nek močen udarc po škatli, da se stvari drugače postavijo. Se pravi, stvari v možganih, povezave v možganih, tekoča aktivnost v možganih ni takšna, kot bi so jo želeli, močno udarimo po škatli, ali z kemikalijo, ali z psihadelikom, ali z inzulinskim šokom, ali z elektrokonvulzivno terapijo in upamo, da potem se bo vzpostavilo neko novo stanje, ki bo pa boljše, bolj zaželjeno. In za čuda, kot pri starih televizorjih, se velikokrat to tudi pri možganih zgodi. Meni je najbolj neverjetno ko sem prvič slišal za elektrokonvulzivno terapijo, kaj mi možgane izpostavljamo močnim električnim sunkom in pol pričakujemo, da bo boljš. Ja, in je. Zakaj? Očitno zato, ker je ne da mi z elektriko kaj posebej naredimo, ampak to je tako kompleksen organ, ki ima tako dobre mehanizme samopopravljanja, da če ga očitno šokiramo v neko drugo stanje, morda iz tistega drugega stanja sam najde pot do bolj ugodnega stanja, na katerem se je znašel. Sam na začetku organ potrebuje malo energije, da ga v neko drugo stanje dvignemo. In to je najbolj enostavna razlaga za praktično vse intervencije, neke šok intervencije. In psihadelik, ki pa polnoma predrugači našo percepcijo sveta, doživljanje zunanjega, je gotovo neka šok terapija. In ima lahko tudi negativne posledice, ni brez potencialnih negativnih posledic, sploh če vznašamo večje doze teh psihadelikov. In ravno zaradi tega je pa to neko področje, ki ga je bilo treba veliko bolj proučevati, kot pač danes. Ne. Če si pa lahko pomagamo z nekaterimi praksami, meditacijami, tako da izzovemo
izločanje notranjih kemikalij, ki imajo tudi nek učinke, pa gotovo manj stranskih učinkov. Zahteva pa več discipline ponavadi, več prakse in tako naprej. Meditativne prakse nasploh so znane potem, da na zelo različne načine vplivajo na delovanje možganov in jih tudi lahko spravijo v neke čist druge moduse delovanja, ki bi lahko bili koristni za zdravljenje marsikaterih duševnih težav. Je pa samo vprašanje, ali ima vsak bolnik, vsak človek dovolj discipline, sposobnosti in priložnosti, da te prakse izvaja. Kot si že prej govoril, ne za vsako osebo nekaj drugega velja in deluje. In, ne vem, mogoče bi bilo to tudi nekak zaključek današnjega pogovora, tudi vabam, da neki zaključni misli, ne vem, mogoče glih v tem kontekstu, ne, da smo toliko različni in tudi to, kar si zdaj govoril. Ne, si predstavljam, nekomu bi mogoče takšna ali pa drugačna terapija pomagala, nekomu ga lahko, ne vem, spravi še v hujše stanje. Vedno je treba pač verjetno biti pozoren na to, da smo toliko. Ja, mislim, kot zaključno misel, to, kar je meni zelo blizu in sem ful vesel, tudi smo imeli danes ta pogovor, je v bistvu ta neka multidisciplinarnost. Mislim, pogledati res iz zelo različnih zornih kotov, da nismo samo tako, da se izogibamo tej dogmatičnosti, ne, da ni zdaj rečem, neuroznanost tako pravi, to tako je, ali pa psihologija tako pravi, tako je, ne vem, duhovnost, aluna, praksa, to tako je, ne, da ni. To se mi zdi mogoče, da je eno tako, k temu jaz tudi in vabim sebe in vse nas, ne, da poskušamo gledati zelo čim več različnih perspektiv na, ne vem, recimo na človeško psiho ali pa na stroj človeškega sistema. In tle se mi se tudi dostkrat pač da se pojavi ta dogmatičnost, ne. Jaz imam prav, ne, to je spet ta zelo šakalja survival mentaliteta, ne, jaz imam prav, to je tako, to je edina možna rešitev, to tako je in če ne boš tega poslušal in temu sledil, pejdi stran, ne. Je to leva možganska polovica? O polovicah možganov nismo veliko danes govorili, ne, ja, ampak ja. Mogoče sam, ker mislim, da moramo zaključiti, no, bi si ga lahko razpravljali. Ampak se mi sam zdi to res zanimivo, ne, kako ohrane ta radovednost in odprtost za različne poglede in inpute, ne? In to je lahko za marsikero osebnost ali pa človeka je konfliktno, ne? Ker nove informacije vstopajo v sistem in se treba pač na to prilagoditi. No, to je recimo moje povabilo ob zaključku tega podcasta, neka odprtost za različne pristope, različne poglede, tako znanstvene, kot duhovne, kot psihološke, kot pač vse. Pa bom jaz Jurija vprašala, za pogoj za to, kar je zdaj Javor rekel, v bistvu desna možganska polovica, da vidi široko, da povezuje, da je odprto za... Mogoče kdaj drugič, ker možganske polovice, to je za vsaj 1 uro pogovora, ampak morda, bom rekel morda, no? Ampak to, da je potrebno združevati različne poglede, različne perspektive, pa različna znanja pri kakršnikoli praktični aplikaciji na ljudeh, s tem bi se gotovo strinjali. S tem bi se strinjali praktično vsi praktikanti kakršnekoli ved. Ampak to je zopet enostavna rešitev. Zelo lahko je reči to. Ja, moramo biti odprti do vsega, do novega. Ampak en star pregovor pravi, ja, moraš imeti odprti ampak ne toliko, da ti možgani ven padejo. Ker ena stvar je, da absorbiramo samo novo znanje, ampak ga ne dajemo v neko kohezivno strukturo, ki je med sabo logično povezana. Ampak če tega ne delamo, imamo samo kose sestavljanke na mizi, ki ne pašejo skupaj. Da težko je včasih kontradiktorne poglede in misli sestaviti v kohezivno sliko. In zato mora v bistvu vsak pri sebi, lepo je, da se pogovarjamo, ampak seveda vsaka strokovnost pa potem poskuša na svojem bregu sestavljati svoj kos sestavljanke. Upamo pa, da bomo enkrat, ko bomo imeli dosti teh kosov, da bomo skupaj dali vse naše kose, pa da bojo na sredini lepo se prekrili in bo ena cela slika. Včasih je tako, včasih ni tako. Ne? In če ni tako, je treba to tudi sprejeti. Ne? Pač astrologi pa astronomi niso našli stičišča. In ga tudi najbrž ne bojo.
In težko bi rekel, da nek astronom izboljša stanje svoje vede, tako da se o horoskopih veliko uči. In obratno, verjetno astrologi za tiste svoje veščine, zdaj, če vejo, kako neka fuzija v Soncu dela ali ne vem, če ravno so boljši astrologi zaradi tega. Da včasih ene veščine večno ostanejo na svojih bregovih, nikoli ne najdejo stičišča. Kako bo pri možganih, bomo videli. Lahko, da bo upanje nevroznanosti je, da se bo ta pristop od spodaj navzgor iz celic in molekul in teh kemikalij staknil nekoč za našimi čustvi in ljubeznijo in to, bomo videli, mogoče čez kakih 100 let, če se bo res. Lahko pa, da bojo to veščine, ki bojo zelo dolgo še na svojih bregovih, ne nujno hostilno, ampak enostavno, da znanje ne bo veliko, ne bomo imeli dosti kosov sestavljanke, da pridemo skupaj. Hvala vam za to res zanimivo debato. Jaz vam želim še veliko uspeha in navdiha v vajinem delu še naprej. Hvala tebi, Jana, še enkrat hvala tebi, Juri. Hvala.